Dame in gospodje, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Brez dlake na jeziku, kjer je z mano Enrique Iglesias, slovenske glasbene scene, zelo talentiran fant, ki je by the way tudi dvakratni oče, kar se mi je pohvalil in sem zelo presenečen. Smislil, da veš, ko so to otroci. Da si še mulc, da si še mulc. Torej, fant, ki je bil že parkrat na Melodijah Morja in Sonca, tudi zdaj na zadnje seveda, in pa nekoč je tudi plesal v Zvezde plešejo, bil tudi na neki narečni popevki, o čemer bomo še malo danes, vse vem, na slovenski popevki in tako naprej, prepevajo tudi z Evo Boto. Skratka, pri dekletih je izjemno priljubljen, kar je jasno zakaj, ker je zelo simpatičen fant, in tudi dobro poje, tudi plesati zna, kot je pokazal. Skratka, dame in gospodje, z mano je, kaj ne rečem, Gašper Rifel. Gašper, lepo zdaj in dobrodošel moj. Dobro si se to lepo zanimal. Zdaj sem prav memoriziral vse, kaj se je zgodilo. Narečno popevka sem pozabil. To sem bil res mulc, čekaj pa to 2-9. Se pa spomnim komada, veš kaj sem pel? Brez dolenca ni Slovenca. Čakaj, kako bi še komad? Ne zdaj mene vprašati. Če to, nisem vedel, da je to brez dlake na jeziku. Ne, ker povej, zdaj veš. Čakaj, kako je že bil komad? Brez dolenca, prav ga ni Slovenca, nekaj v glavnem, tako da. Pa si zmagal? Nisem zmagal, a veš, ena glede teh festivalov, v bistvu sem bil 5krat na slovenski popevki, narečna popevka in zdaj v bistvu drugič na Melodijah Morja in Sonca in moji rezultati festivalski so bili vedno, v bistvu sem bil vedno drugi ali pa tretji. Aha, nisi tako slab pol. Tako da zdaj letos sem šel malo nižje dol pogledati, kako je tam biti. No sej, ravno, dajmo začeti z letošnjim festivalom, o katerem se zadnje čase ogromno govori, ampak žal ne zaradi glasbe, ampak zaradi škandalov, ki so se zgodili in še zdaj, ko se mi da pogovarjamo, verjetno se bo kaj novega razkrilo in odkrilo, o čemer ne bomo govorila, ker ne vemo, kaj vse se je zgodilo. Pred tabo je bil gost tukaj naš prijatelj Andreja Flego, No in te vprašam, koliko se boš hotel v to vpleti, ti odloči, ampak te vprašam, spremljaš, kaj je to, mislim, veš, kaj se dogaja, kdo se krega, kaj se krega, pa kak je tvoj pogled na to, je to prav, da zdaj to zasenčuje glasbo, dejansko glasbeniki, ki so tam, ki so se trudili, ki so dali vse od sebe, zdaj pa folk govori o preperih, ne o tej muski. Izvoli. Za začetek. Mislim, zdaj si v podcast si povabil človeka, ki je zelo nekonflikten, Hvala Bogu, kar tako naprej. Če kaj, bom rekel, da se mi zdi, da glasba je tako zelo lepa stvar in se mi zdi vso to prelivanje neke vroče krvi nepotrebno. Absolutno je vedno pri festivalu pač na koncu je treba neke točke dati, nekdo mora biti prvi, nekdo mora biti zadnji. Zdaj, jaz pravim, z glasbo je zelo težko tekmovati. Zdaj, če bi mi dva, rekla, greva teč na 100 metrov, je zelo jasen. Da bi je zelo jasno, da bi ti zmagal. Je zelo jasno, pač tisti, ki bo prvi prišel čez cilj, bo prvi, tisti, ki bo pač drugi, pri glasbi se to ne mora meriti, ker mi se pogovarjamo o nekih okusih, o neki prepoznavnosti, o neki količini ljudi, ki stojijo za določenim izvajalcem in se mi zdi nepotrebno potem, ko žarometi ugasnejo, to premlevanje točke so bile prav ali so bile neprav. Meni je v bistvu bilo na koncev vseeno, jaz sem pač bil tam, sem se predstavil, absolutno sem potem, jaz sem človek, ki analiziram in se obračam sam vase, kako sem jaz stvar oddelal, koliko sem bil zadovoljen s svojim nastopom, kaj bi mogoče lahko naredil boljš, drugač, v čem, kam gre moja pot, kaj želim narediti, kaj želim na sebi narediti in mene vedno zanima moj napredek, moje stvari, kam bo moja pot šla. Vesel sem tudi koncev vseh odzivov mojih poslušalcev, ki me že poslušajo, nekih novih poslušalcev, to je na koncu štejeno, da na koncu glasba živi, da prije do ljudi in tako. Nekaj, veš, hočem te to vprašati, kot glasbenik, pa se nisi ti edini tam bil, je še bilo veliko drugih, je malo nefer, če gledaš do vas, Jaz bi se zdaj pisalo, ta je imel dober komad, demo, ko treba deliti video spot nov,
Zelo redko ljudje to naredijo. Ko se je treba kregati, ko je treba deliti jezne zapise, se pa kar deli, imajo pa kar čas, pa kar voljo. Ne? Ko je pa treba deliti nov komad od Gašperja Rifla, pa koga drugega, tam pa že nastane mal problem. Je raje stisniti like, pa stari, ful imaš dober komad. Jebi se ti s tem, del ti moj komad naprej. Ne? Ampak to hočem reči, no, da to meni je žal za vas, mi je žal glasbenike, da je ta festival, to je edini festival, v bistvu, ki je sploh še vstal očitno. Eme ni bilo letos, ne? A veš, slovenski opevke, ne vem, da je bila na zadnje, pa še tukaj je prišlo do neke pizdarije in se ljudje kregajo in jaz vem, da po mojem vam ni kaj je, da zdaj mi moraš, veš, jaz sem res toliko neopleten v te stvari, tako da mi razloži zdaj, kvaj je ta, mislim, kje je problem, ampak zdaj problem v tem, zdaj minilo bo od današnjega dne, ko mi to snemam, bo minilo več kot en teden. Morda bo že takrat kaj drugače, ampak jabolko spora je bilo, ne, da je zmagovalna skladba, prišlo potem ven, da naj bi MEF dopisal med avtorji Andrejo Flego, ki je pa umetniški vodja festivala in je prišlo potem kao do škandala, češ da, kako je to mogoče, da pa ni čudno, da je zmagal. Andreja Flego je pa potem lepo pojasnil, da to ne drži, da je to MEF ga sam podpisal zraven kot neko uslugo, ker je pri njemu snemal video spot oziroma komad v studiu od Andreje in je pač MEF to v dobri meri, da bo neki fajn ga mu dal nazaj, ga podpisal in da samo, če pomagaš pri aranžmaju, to ne pomeni, da si ti avtor besedila, avtor glasbe. Ne? In da zavrača te pritožbe, ampak pazi, Goran Šarac, sloviti, se je pa v to upiknil in zahteva odstop Andreje Flegota, zahteva, da MEF vrne nazaj nagrado in je cela štala. Pa se je oglasila žena našega prijatelja Danila Popoviča, da so ga zgoljufali, da je dobil nič točk, da kaj se zdaj grejo. Pol je Andreja pojasnjeval, da ni res, da ni dobil nič točk, da točke je dobil, samo njih dobil toliko, da bi veljalo, ker prvih 10 dobi, naslednji 4 pa ne, zadnji 4 pa ne. No in v tem se zdaj piše na družabnih omrežjih, namesto da bi se pisalo v vas, ko ste tam nastopali. Ja. Mislim, da je tako, zakaj seveda to so neke dramatične stvari, ki verjetno medije in tako veliko bolj zanima kot to, da vam jaz nov komad. O tem ti govorim. To je dejstvo, je pa res, da zdaj mi govorimo o nekih glasbenih velikanih. Če se dotaknem samo MEF-a, on je legenda slovenske glasbe, napisal nič koliko legendarnih besedil in tako naprej. In on bi zdaj rabo kaj veze, da bo zmagal. In v bistvu, meni je v bistvu komad, če to je zdaj čisto moje osebno mnenje, zelo, zelo ljub. Všeč mi je ta komad. Nerealno dobro besedilo ima, tako da upravičeno se mi zdi, da je zasedla ta pesem, bom rekel, prvo mesto. Vedno so seveda polemike, kdo, komu, zakaj. Če se dotaknem še Goran, tudi izjemen avtor, tudi on je napisal ogromno enih hitov in tako naprej. Ga izredno cenim in spoštujem, kar se tiče avtorstva in tako naprej. Do kje zdaj seže ta neka vroča kri, to jaz ne bi res razpravljal, ampak tako, kot sem rekel, meni se zdi, da je škoda, da nek festival, ki ima v sebi neko lepo energijo, mi smo tam dober teden dihali za ta projekt, šli smo čez veliko enih stvari, v tem, da je v Vladi res nerealno velika ekipa, potem live band, live prenos, tukaj se mora veliko enih stvari poklopiti, da lahko nekaj preneseš iz auditorija, potem po širnem svetu, po širni Sloveniji in tako naprej. Tako da se mi zdi, da bi bilo bolj potrebno se pogovarjati o tem, da smo skupaj naredili eno dobro delo, a smo lahko, ne vem, boljši, je lahko to še boljš, absolutno lahko boljš in se mi zdi, da festival Melodije Mornega sonca vsako leto napreduje v neki kvaliteti in tako naprej. Je pa letos, se mi zdi, vsaj tam v auditoriju je bila res dobra energija. No. Ko sem stopil na oder, je bilo čutiti, da te pač auditorij podpira in tako, ko smo se pogovarjali z izvajalci, so bili vsi nekega istega mnenja. Hkrati pa je bilo, ne vem, kako je bilo sicer v preteklih letih, ampak letos smo se izvajalci res zelo povezali med sabo, družili, ogromno pel z Ildivimi, Zano, Zevo, seveda ona je tudi naša Dolenka, tako da res je bilo, super je bilo. No pa to te vprašam zdaj še, kaj je mene motilo, ko sem ti že tam napisal na tvoj Facebook, zvok na televiziji, zdaj jaz imel ta problem, ker lej, ti si, veš, kaj me je zmotilo? Ti vem, da si vrhunski pevc.
tukaj ni dileme. In ti ne moreš v živo fušati. Ne moreš fušati. Lahko. Dobro, če zajebeš, okej. Tudi Oto Pestner lahko fuša, pa je vrhunski. Ampak, ko sem tvoj spod videl komad, mi je tvoj vokal, pa ko te poslušam, da je kje v živo, nimam pripomb. Tukaj, pa ne samo ti, vsi so se čuli za en kurac. To je moje mnenje zdaj. Ko je prišel pa Italijan sloviti, se ga je čuli pa ful dobro. Pa se pa čakaj malo zdaj. Vsi fušajo, pa Evo se je čuli tudi ful dobro. A zdaj vsi fušajo, pa lahko kurba rifl fuša, če zna ful dobro pet. To me je zanimalo zdaj, da si ti tudi kakšne feedbacke, take dobe. Sam jaz to čul, da pusti zvok v dvorani, tam se je verjetno čulo briljantno. Po televiziji pizda, ti je kdo rekel, da se ni dobro slišalo. Veš, kaj mislim, jaz sem itek svoj posnetek poslušal. Ja, si zdaj vredo ti na posnetku. V določenih... Ali pa se te zmotim še Kiki, Kristjan Crnica, je tudi super pevc. Tam se je tudi njega tako čudno čul, da se je smislil, pa sem jaz gluh pizda. V določenih delih absolutno sem se rekel, ok, to bi bilo lahko boljše. In s tem sem se recimo zadnje dni malo ukvarjal. Veš kaj, nekaj moraš vedeti, To je v bistvu pri festivalu pride do nekega določenega pritiska, človek mogoče hoče dati, absolutno, če gledam zdaj sam nase, hoče dati vse od sebe, včasih pač boljše handler s tem pritiskom, včasih se kar mal kaj ponesreči. Valjda, vsi smo na koncu ljudje, kdaj imaš vrhunski dan in narediš zelo dobro svoj job, kdaj mogoče malenkost slabš, zdaj iskati neke kaj si ti fušil ali bil zvok za en kurac? Mislim, jaz absolutno vem, da so neki toni šli mimo, absolutno vem in se tega zavedam, recimo, ko sem začel, je tudi, veš, navaditi se moraš malo tega zvoka, biti suveren v tem in pač iti. Jaz mislim, pa ne skrivam teh stvari, veliko se ukvarjam s tem, jaz veliko delam na sebi, na svojem vokalu in vem, da danes veliko bolj suvereno stopim na oder, kot sem recimo, 5-10 let nazaj. Ampak ja, se pač zgodijo stvari, kot se zgodijo. Absolutno niso bili vsi toni na tiste mesto, ki bi si jaz želel. Zdaj zvok po televiziji zelo, bom rekel, ne skriva napak, tako da se vsaka napaka zelo hitro pač sliši. Ampak that's it, zaradi tega noben ne bo umrl, jaz grem naprej, vem, kva lahko izboljšam, kaj se lahko naučim. Iz te situacije, ki se pač je zgodila, važno je, da gre komad med ljudi. Kar že zelo dobro, uspešno gre. Tako, lepi so odzivi. Absolutno, pa tako, ko se je rekel, valjda je del, pa ni to... Odgovornost je na nas izvajalcih, kako pač ti prideš na oder, neke stvari zapoješ in jih pač narediš v danem trenutku. Ampak da mi reči, ta razkorak ponavadi večkrat se zgodi med okusom gledalcev in okusom komisije. Kako to deluje na glasbenika? Rečeš, pa pizdo mater, pa kak, tam sem dobil ful, tu pa ne. Pa kaj s to komisijo? So gluhi? Ali kak je s tem? Se obremenjujete dejansko glasbeniki z ocenami komisije? Rečeš, važno, da sem jaz pri publiki dobil lepe glasove. Kak je s tem? Ker čas je ta razkorak je brutalen. Ja, to je veliko, ne samo na tem festivalu, veliko je bilo v zgodovini slovenskih festivalov, da je recimo komisija podelila nekomu 0 točk, pa ljudstvo 12 pik in tako naprej, ali pa obratno in tako naprej. Tle je bil kar pogost nek razkorak. Zdaj strokovna žirija verjetno odloča nek v širšem spektru. Ljudstvo pa ima neko svoje mnenje, v Sloveniji tudi mogoče zelo hitro vemo, kakšna glasba bo bolj sprejeta, bo hitreje sprejeta in tako naprej. In ljudem, če govorimo o neki taki lepi spevni melodiji, da jo malo poboža kitara in tako naprej, bodo verjetno glasovali in tako naprej. Ampak spet, mislim, kaj pomenijo pač te številke. Na koncu so že zmagale skladbe, ki na koncu niso recimo čist nič naredile. Pa so durne, ki so bile znatno slabše, tam postale znatno večji. Tako, večji hiti ali pa recimo pač obratno. Se pravi, če vskočim, se pravi, je po tvoje, ker so bila tudi mnenja, recimo Oriana Giroto, naša prijateljica, je rekla, da je festival sam sebi namen, da itak pol ni promocije, da to je brez veze, pa sem rekel, da nima prav, da dejansko, kje seš pa predstavo, kaj je doma na kavču, razen YouTubea, tak nimaš ničesar več danes, in je v moji glavi ta festival še vedno
Lej, en teden ste bili tam, promocijo ste imeli, tudi RTV je snemal, radijske postaje, vem, da so organizirale neko zgodbo, da se vrteli. Torej, ni to brez veze, da greš tja. To je neka vrhunska promocija komada še vedno. Mislim, imam prav. Absolutno, to je edini festival, ki se... Smo dala snemati? Ja, upam, da smo dala. Čakaj, viš, ko si me zmedel, zdaj ste to svojo lepoto kurčevo, jaz smo dala. Ok, ker bove. Okay. Snemamo. Čak, kva sem zdaj vprašal? To, glede, če je festival še vedno... Ja, mislim, itak je edini slovenski festival, ki je trenutno še pri nas. Tako da jaz nikoli ne razmišljam zdaj, ja, kaj se splača, kaj se ne splača. Dej, gremo delati, gremo narediti. To je ena stopnica, bom rekel, v moji karieri. Tukaj sem imel priložnost spoznati dobre ljudi, predstaviti svoj komad. Takoj, ko sem šel iz odra in potem v zaodrju in bom rekel, tam na afterju je bilo veliko tudi takih zvenečih slovenskih imen, veliko ljudi je prišlo do mene, mi čestitali za nastop in mi je bil komad všeč in gremo dalje od tega. Ne? Zdaj, kdo reče, to se ne splača, pa ne bi, pa ne vem, to... Verjetno taki ljudje že sami po sebi iščejo neke izgovore, da neki ne bi, pa neki se ne da, pa tako naprej, ampak jaz nisem tak človek, jaz vedno gledam, kaj lahko, kako lahko, tudi kdaj itak, a veš, tako si rekel, jaz sem tudi po melodijah, ti malo stvari padejo dol, malo se sprašuješ, ok, dober, dej, kaj čem zdaj vada, rabaš par dni, da se malo sestaviš, malo narediš analizo celega projekta in potem je to za mano in greš naprej v nove stvari. Kaj pa si dejansko razočaran, da ni uvrstitev, recimo, fajna, ali te reči, kurc, bomo že, recimo, ker Daniel zagotovo ni bil vesel, če je imel edini 0-0-0-0-0, ne. Jaz sem pač razlog iskal v tem, da je bil komad italijanski, ne, in Slovenci to niso kupili, ker hrvaški ne sme biti, ne, zaenkrat če je samo slovenščina italijanščina in da je bil to problem, ne. Ampak tebe vprašam, tudi ti, vem, da potem, kdo si pa to, si verjetno upal, da boš malo višji ali si imel zadovolj, iskreno? Mislim, zdaj bom zelo iskren. Jaz sem nekako iskreno pričakoval, da bom prišel med prvih 5. Čakaj, med publiko si dobil več od publike kot od komisije? Več, ja. Več točk. Ja, po publiki sem dobil več. Ampak na koncu pač... Who cares, kakšen se pač zdaj, mislim zdaj 8. ali pa na koncu 4. se mi zdi, da je itak vseeno. Ja, čist prvi tak kurec. Mislim, zapiše se, bom rekel, zgodovino, vsaj to je neko moje mnenje, zmagovalc. Vedno 2026 se bo vedel, da je zmagal Mef in da sta zmagala Mef in Martina. Pa da so se kregali vsi po internetu. Ja, ok, bomo. Ko bo šel pač pogled in se mi zdi, če gledamo zdaj v nekih fizičnih rezultatih, je to pomemben, vse ostalo je, bom rekel, mislim, da čez en teden ali pa že danes mogoče nihče več niti ne ve. No, pa bil si recimo tudi, vem, da ta misija Eurovizija, ne? Tam vem, da si kaj bil edini fant med 8 tekmovalci. To sem že pozabil. Jaz pa vem, pusti ti, ne, veš, ne? Ampak si potem žal izpadel tam, ne? Zdaj se pravi, večkrat greš dejansko ti, če gledaš, si že taka neka legenda teh festivalov, če jih zdaj naštejemo, jih je že 5-6-7, pisaš vse skupaj, če jih gledamo, jih je pa že, ne? Zdaj mojih nastopov, 5krat sem bil na Slovenski popevki. No, evo, lej. 2 nastopa na Melodijah Morja in sonca in rečna popevka. 8, misija Eurovizija, 9, torej na 9 teh si dejansko bil. Zdaj, še ena, da pridem do tiste 10. Da bo 10, ne. No pa vse te stvari, tako si rekel, ne, pa lej, zdaj v Botu, vem, da sta skupaj nastopila, ne. Zakaj ti je pa do zmage svalil, pizda? Kaj misliš, da te je pa ustavilo, da pa nisi zmagal nikoli do zdaj še? To imaš željo, sigurno imaš enkrat zmagati, mogoče na jubilejni 10, ne. Ja. Kaj misliš, da je tu zmanjkalo, recimo, da rekli, evo, zdaj pa prvo mesto, Gašper Rifelj, jebite se, to je to. Mislim, v preteklosti sigurno neke suverenosti, ker danes sigurno stopam na oder drugače, kot sem stopil nekaj let nazaj. Se mi zdi, da so mi leta prinesla, pa ne sama leta, tudi neko delo na sebe, odkrivanje, bom rekel, glasu, mojega občutka, kaj jaz želim skozi glasbo ljudem dati, kakšno glasbo želim ljudem dati. Včasih je bilo veliko tega, da so različni producenti videli
v meni neke različne izvajalce, ki so jih potem mogoče želeli prekopirati na slovenske. Mislim, mene pa, če bi skozi ta občutek, oziroma vsak, ok, ti si Ricky Martin, moraš nekaj v to smer. Ti si Iglesias, tako. Njemu si podoben vizualno, to je to, njemu si vizualno. Veliko ljudi je bilo in potem sem veliko nekih skladb naredil v neko smer, v željo. Tako naredi. Tako, čeprav mogoče jaz nisem takrat niti čutil to muziko. In zaradi tega, ker bom rekel, niti nisem vedel, kaj bi jaz z glasbo povedal, sem v teh letih tam od 2013 pa skoraj v bistvu do korone potem nisem izdal niti enega komada. Ja, tako da sem v bistvu hotel sem biti arhitekt, zanimale so me druge stvari. Čist ven si šel iz Čist ven. Pa da ne govorim, da sem itek začel kot narodnjak, ne sem špilal pač frajtonarca, tako da sem ogromno kot otrok in mladenič igral na teh žurkah in tako naprej, pa sem dejansko res imel malo dosti vsega. In potem je prišla pač ta korona in sem nekako spet nazaj prišel v muziko in sem si rekel, dej Gašper, star sem toliko, bil sem star koliko tam skoraj 28-29, želim delati neobremenjeno muziko, želim delati muziko, ki je meni dobra, ki je meni všeč in zdaj trenutno snemam svoj drugi album, ki ga bom izdal proti koncu letošnjega leta in tam so v bistvu komadi, ki meni božajo dušo, avtor sem v bistvu jaz. Tako da s tem nimam problema, da moram koga podpisati. Tako da, in to je to, uživam v muziki kot še nikoli doslej in to je na koncu tisto, kar najbolj šteje. Viš, to je Jan Plestenjak, tudi na ta način je takrat apeliral na mlade, da morajo najti ta svoj džir. Tako on, recimo, ko je že od vsega začetka točno, dobro, najprej imel tiste 11 stvari, so tri pa ta stranja. Čeprav ni recimo njegova glasba, pa je recimo Jan Plestenjak, ki je izvajalec, ki ga izredno cenim in ogromno. A veš, to ti moram povedati, a veš, da je on na mojemu drugemu komadu, Greva do neba. On je takrat snemal plato v Novem mestu, v znamenitem studiu RCL in jaz sem tam snemal svoj drugi komad in sta prišla Plestenjak pa Martin Štibernik, izjemni avtor in seveda Jan. Prideta eno nedeljo tam in jaz snemam vokale in tako, tam malo, dober komad tole. In je šel v studio in mi dejansko posnel, rekel, če boš rabil tele beke, jaz slišim zdraven. In sta mi dejansko Štibernik pa Plestenjak posnela. Ker hočem reči, on je takrat rekel, da vsak pevec mora najti to svojo špuro, dokler je ne najde, bo imel recimo težavo. Pa si lahko ful dober, ampak tako si sam rekel prej dobro. Pa so mi rekli to, pa tret, pa ti nisi bil v resnici to, čeprav si tak playerski tip, tak jebač mladi, veš, sam se delaš, da nisi, ampak pustma. No pa hočem reči, si poročen, torej se poročujem žena, ampak ne hočem reči, da... Nisi poročen, pa si pa v zvezi pa si, ne? Ni to pravi prst. A v zvezi pa si? Nisi? V navezi ali zvezi? V zvezi, si samski, ali kaj pizda? Nisem samski, kako mi je samski? No, pa to ti govori, torej si punco imaš, ali kakorkoli pizda. No, pa hočem to reči, da razumeš in si zdaj tako sam dobro, to si zelo dobro rekel in to je mogoče tudi na svet vsem mladim pebom, da ne iščejo, da imajo cajt, da se jim ne modi, da ne najdejo ta svoj kurčev džir in pol bojo res dobri in mislim, da publika to iskrenost prepozna. In če pizdate en sili v nekaj, kar ti nisi, slejko prej boš imel mogoče hit, mogoče večji hit, kot ga boš imel, ko boš delal z dušo, sam pizda, ne boš srečni in glej ti, pa si hotel iti ven, ne? Sem vsega poln kurac, zdaj pa grem, imam pa dosti tega, zdaj pa jaz kurba tako dolgo bom čakal, da bom postal res to, kar bom in zdaj si to očitno naredil. Mislim, veš kaj, zdaj meni se zdi, da je to itak pri muziki nek ta iskanje špure, se to se nikoli ne konča. Sej recimo, ne vem, meni je tale majica danes všeč, ne vem, čez 10 let mogoče mi ne bo več. Ti ne bo prav, pa mi ne bo prav, recimo. Pa mi rekel, pa dej, ni mi več to všeč, pa se odraščaš, drugačna glasba ti je malo všeč in se mi zdi, da to je v Sloveniji malo omejeno razmišljanje v tem smislu, da to je ena špura in decid in zdaj ne moreš več izstopati iz tega pa iz tega. Je pa fajn, mislim, eno stvar si moraš razčistiti v Sloveniji. Ali delamo komade in delamo kariero za to, da bomo imeli špil in denar, ali delamo stvari za to, da bomo imeli svojo publiko, da bomo lahko delali dolgoročno koncerte, ampak nismo
100% od tega odvisni, da bomo samo s tem plačali kruh in račune in tako naprej. Viš? To sta dva In pola. zaradi tega mnogi glasbeniki, ki bi radi bili drugačni, ne morejo biti, ker reče, ja, pizda, služi, ne, veš, delam za en kurac musko, samo zato, da mi denar prinese. Se to mnogi rečejo, veš. To mnogi rečejo. Jaz pa rečem, ne, jebi se, s kvalitetno musko pizda, poln dvorane, tudi to se da, samo ustraji. Ne? Ja, ustrajati pač moraš, mogoče je to malo daljša pot, malo bolj trnava pot. Sej, mislim, Jan Plestenjak tudi ni postal čez noč Jan Plestenjak. Mislim, lahko gledamo njegove začetke, ko so se dejansko ljudje tako njemu smejali. Danes pa je gospod, kamorkoli pride, je spoštovan in upravičeno spoštovan, ima ogromno enih vrhunskih komadov, ki jih je dal slovenskemu narodu, tako da res velik poklon. In si lahko samo vsak izvajalec želi, da bi imel tako neko bogato glasbeno zgodovino. Koliko misliš, da koristi pri karieri, da si lep? Da si punca všeč? A ni, mislim, lepota je zelo taka ne zdaj nakladati. Kdo je zdaj lep? Ja, ti si puncam všeč. Kaj pomeni? Ok, všeč si jim lahko. Ja, ne, če nisi lep, nisi. Zdaj, jaz sem recimo, ljudem, jaz sem temen fant, pa tako naprej, zdaj nekdo, ki ima rajš svetlolasce in tako naprej. Visok pa temen, to je klasika. To mi tu poziti, to ne bo malo, ne filozofira. Puncam mislim, da to zagotovo koristi. Dobro sta se moja dva starša ujela, veš, v tej kombinaciji. Evo, vidiš, ne. Tako da hvala oči in mami. No in ko punce pridejo na tvoj koncert, recimo, že te tudi gledajo, lega Gašper, kak je lep, znamo materna. Dobiš kaj gor, kakih tangic, pa kakih nespodobnih povabili, pisem. Ej, pa veš kaj, jaz nadelujem očitno tako. Nadeluješ? Jaz sem tak skromen preveč, ne? Pa ne vem, če sem skromen. Mislim, skromen. Delaš se, da nisi to, da nisi lep, ne? Ja, to se delaš, ne? Ne delam, jaz se dobro počutim v svoji koži. Zelo dobro se počutim v svoji koži. Zdaj, če ljudje rečejo, da sem jim simpatičen in lep, lahko rečem, sem hvala. Naj traja, ne? Naj traja. Tako da, mislim, lepo je slišati lep kompliment, zakaj ne? Valjda, ne? Vsak sliši. Škodi ne, je pa ena druga stvar, da pa ne želim biti odvisen od tega. Zato, ker po drugi strani, kot ti nekdo reče, fakt, ti si pa tam zafušal, pa tako naprej, pa bi, ne vem, ja, ok, in če sem zafušal, kaj zdaj? A si svet za tega podaril? Who cares? Mislim, milijon ljudi zafuša, ja, tudi jaz sem zafušal in še verjetno bom še kdaj zafušal. A mi to, kaj lahko iz tega potegnem, lahko še marsikaj naredim na tem, da ne. Vem, da imam neke kvalitetne vokalne sposobnosti, da lahko neke stvari zapojem dobro in konkretno in korektno, ker sem zelo realen človek in zdaj se že znam poslušati, pa rečem, pismo tole dobro zapel, tole pa, ajde, može moj bolje, ne. Tako da, hotel sem reči to, da res nočem biti odvisen samo od tega, da, kaj on zdaj misli, pa bo rekel, ja, dober je komad, on bo rekel, ni dober komad, a veš, in če si odvisen samo od tega, te slejka prej to pokopljene, ker potem iščeš non-stop. Včasih je stari Gašper to počel, ne? Da sem recimo imel telefon, pa bi zdaj, da imam 2 nova komada na albumu, kaj se ti zdi, ne, in tako naprej. In zdaj, če si ti narodnjak, primer, da poslušaš narodno muziko, je malo verjetnosti, da bo moja glasba te res všeč. Ker je pač drugačna, ker je tle bolj, so neke kitare, neka bolj organska glasba in tako naprej. Če je nekdo džezer, mogoče mu moja glasba ne bo tako blizu in je brez veze iskati neka mnenja in se na to, bom rekel, samo na to fokusirati. Ker slejka prej ti nimaš nekega statementa, pa nekega mnenja sam o sebi, da se zavedaš, kdo ti si, pa kaj ti si, pa kaj, v čem si dober, v čem lahko neke stvari dobro narediš. Če tega mnenja vseb nimaš, pol se v svetu show biznisa slejka prej izgubiš. Kitaro imaš s sabo, ne? Kitaro imam s sabo? Ja, boš kaj zagral. Ja, dej. Ti bom pol z eno glasbeno željo. Sem nam zafušal. Ja, da boš bolj špel, ko si na Vredijah Morja sonca pel, ne? Smota, ne. Dejma tole gor, da ne bo Fred Seral ti, ne? Takle mandala, lej, vidiš. Kjer boš zapel? Ja, čak, zdaj moram popraviti tvoj okis. Okis, poprav moj okis, ja, daj.
Pazi, lej. Izvoli. MMS. Ja, te lahko napovem. Deve. Dame in gospodje, z nami je neverjetni Gašper fucking Rifel! Ja. Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje, časa ni za spanje, vse tišči od zlata, greh ne pozna meja, laž in krivica, bombončki so resnica. In sem se že z akordom zmotil, vidiš? Besede težke padajo, se hrbti lomijo, a jaz vem, da nočem to, srce nam bije, da ljubimo, da je lepo, črno izpiram iz teles, dvignem glavo zdaj in gledam naprej, najmo me, da objem in zdaj močno, da v srcu nikdar več ne bo hladno. Viš, če bi tak zapel na melodijah Morja sonca, bi bil med prvimi tremi. Ne? Zagotovo bi med prvimi tremi. Ne? Ja, le. Svaka čast. Ne? Zelo lepo, moram te pohvaliti, zelo lepo. In to ti govorim, ne? Da ti znaš zelo lepo peti. Tukaj ni dileme. Ne? Hvala. Ja, odlozi kitaro nazaj. Ne? A že? Še hočeš eno, kaj bom dal tu nazaj. Kje kjero še boš? Čakaj, veš kjero. Moja žena ima tvojo, pazi, to ti moram povedati zdaj, pazi. Ko sem jaz njo spoznal, je ona tebe ful hvalila, ne. Reka, Gašper Rifel je cool, snega pa kaj Gašper Rifel, pizda, prestenjak ima dobro musko, ne. Ne, meni je pa Gašper Rifel všeč, snega pa čekaj, si ti hecaš, ali kva, snega, daj zavrti, in jaz ne zavrtim par Janovih komadov, ja ne, pa vse so res lepi, sam Gašper mi je še pa vseeno, snega pa, sej ni slab, snega pa, kde se zres, nisma se skoraj skregala takrat, hiši so bila poročena, no, pa sem jaz si tudi pa sem si malo časa vzel in imaš par res, veš kaj, jaz sem sakar na balade, ne. Jaz, če je balada, pop balada, res dobra, me kupiš, ne. In njena najljubša tvoja, ne, in če zdaj ti lahko zaigraš, zdaj sem pa naslov pozabil, neka snežno bela, kako se reče, bela, koj kurac, no daj da vidim. Je snežno bela naslov? Ne, čakaj, zdaj iščem akorde. Ok. Aha, pa znam. No, Monika, za tebe. Monika iz srca zate. Ovijate v barve svet, skriva ne prizna, zaklad je v tebi ujet. V drugih najdeš tisoč biserov, a ne vidiš, kje je tvoj. S teme rodi se poet, na debelo z barvo belo čez planet. Zadnja solza spere tvoj obraz, boš slišala moj glas, našla boš svoj jaz. Bela kot sneg, si bela kot sneg. Nimam kaj dodati, ne. Odlož kitaro, ne. Še, ok. Meni je sprem kitaro. Ok. Da vidim tvoj pevski talent. Ne, jaz ne znam peti. Lahko probam. Ziher. Ne, lepo te prosim. Poznaš dolenjsko himno? Ja, ne. Tole ziher poznaš. Kaj, šnopc, To ziher poznate. šnopc, motherfucker, to je šnopc. Odklem na klen, na kjero, no dej. Čas bo zacelil svet. Znaš? Poznam, sam ne znam Čas peti. bo pomlajšal ta planet. In ko naju ne bo, ostala orožna to ne bo. Čas bo ohranil podlug, se bo v usta vrsta hrom. In ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Pa kaj si ti malo nor, si videl? Bravo! To so dan D, ki jih ni več, ne?
Da, ja, vidiš, zdaj so se... Šli so na razne. Škoda, ampak Saj glej, bodo, bodo prišli nazaj. Jaz mislim, da bodo Verjetno še kdaj. Bravo, čak, da dam tole nazaj. Bi si zelo želel. Se boš kitaro še tarjel, veš? To je bila zdaj prva glasbena pauza, da si mi monetizacijo zjebal, ampak pustma, ne? O tem daj drugič, ne? V glavnem, Gašper, ko sem te hotel vprašati, če se ostavimo še malo pri tem šovu, zvezde plešajo, ne? Ja. Tam si ti s to plesalko, s katero sta plesala, sta potem postala par, ne? Veš, Pa veš, da je to prepovedano. dva krasna. Veš, da je to, ne pusti ti krasna, to Otroka. je prepovedano. Res? To je poslovno Sem bilo. okej. To je bilo poslovno. Saj je bilo Ne moreš ti se zapletiti s svojo sodelavko. Gašper, prosim. Sej, dokler je trajala pogodba, se nisva zapletla. A sta se pol? Po pogodbi. No, sej, glede na to, kako sta Veš, plesala. jaz sem zelo strikten človek. Ne? In Si. Če je bila pogodba do tega datuma, Ja. ok, zdaj smo profesionalni in zdaj smo lahko, Šesti dan zdaj si smo pa, lahko zasebno. Nekaj, glej, ker ta strast, ki je bila med vama, je bila več kot očitna. Ne? In glej, kakšna lepa ljubezenska zgodba se je potem dejansko naredila. Vidiš, lej, ti pokažem dva moja No, krasna se pravi, otroka. otročka, poglej. No, Vidiš to? pa poročen pa nisi še, kaj? Nisem Kako poročen. čakaš? Ej, jaz tako zelo veliko s svojim bendom igram na porokah, vsako soboto, Ne nimam cajta. Ne se mi Nimam, je pa resno, ne se mi, Gašper, Jaz bi- ne se mi, koliko je ime tvoje ženi? Maja. Maja. Poglej, poslušaj, kakšne izgovore ima. Ker igram na raznih bendih in porokah, se s tabo ne morem poročiti. Kak izgovor Lej. za to pizda? Naslednjo soboto imamo poroko, naslednjo soboto poroko. Ja, pa odpovej pizda poroko, Do pa konca. med se porodce, odpovej te kurčeve poroke. Zdaj za 2027 smo polni v porokah, kdaj ne dam svoj datum nota, veš? Pa kak izgovor je, jebe. No, sej, Zdaj moram, veš, kaj je kuj železa, dokler je vroče. Ne? Zdaj, če nas želijo, da špilamo na porokah, moram to skoristiti. Ne? Čeprav po drugi strani imaš pa poroke, če že brez denarja se šteješ poročo ti, ne? Ker poroka stane, ne? To je pa res, ne? To je pa res, ti se strinjam s tabo, ti dam prav, ne? A sporočen? Ja, A si, ja, vidiš. ampak pazi, mi se poznamo en let za mojo. Eno leto in ste še poročena. Poročila sva se po 6-7 mesecih najne zveze. Svaka In čast. pazi to, jaz sem star 51, ona je stara 49, torej na stara leta sva se našla, ne? In smo rekla, zdaj pa predno umreva, treba to hitro narediti, ne? In sva se... Kdaj pa ti želi, mislim, da daš preživeti? Ja, upam, da bom zdaj star umrl, ne? Pa grd, pa zguban. Aj, to imaš to, Pa ja, pizda. Umlet moraš lep, ne? Ampak glej, hočem reči to, ne, da poročila sva se brez vseh, samo prstani, ni bilo prič, nič, noben ni vedel, še mama moja ni vedela. Zabavica je bila pa potem en mesec kasneje, ampak za najožji krog in ogan, kdo je zaigral na tej poroki pesmico na družinski pianino. Mislim, to pa vem, kar sem videl, meni se zdi nekje, ne? Plestenjak, ne? Jan. Bodi gola je zaigral. Je bravo. In In je bila gola tega se je zate. bilo ja, za zanj, hvala Bogu, ne, ki me je zraven Tadejo. Ne, Zaradi zate. Ja, seveda, ja, se pravi, hvala Bogu, ne. Zaradi tega se je bilo vredno poročiti. Ne. No, ampak šalo na stran, vidiš, balade so moja šibka točka, čeprav moja osnovna muzika je hip-hop, veš. A ja? Ne, ampak ko pa čujem jaz balado, ampak ne tralala, Dražen Zečič balada, ne to. Taka balada, ko si zdaj ti zaigral, ne. Ta Snežno-bela, pa ta z MMS-a, to so balade, s tem me kupiš, ne. In zato danes tu sediš, ne. Če bi delal za en kurac balade, ne bi to sedel, ne. To vidiš, ne? Ja. Ej, Dober si. sem vesel. Ne, Sem vesel. tudi ti moram čestitati. Imaš pa hudo konkurenco, recimo Gregor Ravnik, vem, da je zdaj tudi neko novo ime, tudi poje neke balade, gor dol. Žan Serčič, da mu materna, razumeš, ne? On je tudi dober, ne? Kak pa to vidiš? Je zdrava konkurenca, te jezi, da je, si misliš, pizdamo materna kurba, le kak ga radi sučejo, kurba, mene pa ne tok, ne, prekleti kurac, ne? Kak smo tu? Kak gledaš na to? Ali ti je vse, pa v bistvu delaš? Mislim, ni mi vse, ampak jaz, veš kaj me je najbolj pomembno, Ja. pri svojih 35 letih. Ko pridem zvečer domov in sem miren, da sem zadovoljen z svojim življenjem, da poteka tako, kot poteka. Življenje mi je ogromno lepih stvari dalo. Če bi se zdaj osredotočil samo na to, česa nimam, absolutno, to bi bilo zdaj tako nerealno, da bi rekel, ja, ne, meni je vse, pa tako naprej, če me kdo posluša ali pa kdo ne, ni mi vse.
itak, tako kot sem ti rekel, lepo je slišati lepo mnenje, pa ko naredim koncert, da vidiš tam, da se vstopnice klikajo, pa da ljudje pridejo. Zdaj mimo grede, da si malo reklame naredim, ne, konc leta bom imel par koncertov za prvo turnejo. Tako, ja, se pravi za drugi album. Absolutno, ne, me bo malo pobožal, če bom videl, da bodo karte šle in tako naprej, ne. Bi bil čist preveč na distanci, da bi rekel, ne, to pa mene ne zanima, ne, valjda se delam za to, da ljudje pač glasbo poslušajo in tako naprej, ne. Nisem pa res obremenjen s tem, kdo je več, kdo je manj, koga je preveč, koga je premalo, kakšno glasbo nekdo dela. Mislim, da je za vse ljudi, ki delamo glasbo, prostora dovolj, poslušalcev je dovolj, verjamem, da če delaš nekaj iskreno, da ljudje to slej ka prej začutijo. Mogoče moja glasba ni tako zelo, bom rekel, na prvo žogo, da so res in teksti in melodije tako zelo na prvo žogo, da jih ljudje takoj kupijo, ampak to, ko sem rekel, meni je pomenilo to, da sem jaz na konc dneva zadovoljen. Pa ne, če gledamo, dejansko tvoje pesmi se zelo dobro tudi kotirajo, vem, da na YouTubeu dobro kotirajo, se imaš par hitov, ne? A veš, zato se ne smeš bati turneje, ne smeš se bati velikih dvoran, ker gledaj, filozofija mojega dobrega prijatelja Aleksandra Ježa, ne, je, ne, jaz vem, da sem imel lansko leto ali predlani, sem imel roast, ne, smo celo naredili roast, me par znanih Slovencev jebalo glavo, ne, na koncu jaz njih, in smo imeli eno dvorano, tule kaj je bil Celjski narodni dom, ne, 200 ali 300 ljudi, ta druga je bila pa 500 oziroma 600, pa smo se bali uno iti, ne, je rekel, Iztok, zadnji dan boš nosil not nove stole. Sem rekel, pa Aleksandr, kva govoriš, če smo prodali korb 1/3 kart. Poslušaj me dobro, to je Celje. Ne? In kaj je njegova filozofija? Če je velika dvorana, tako ko naredi koncert v Stožicah, pa zadnje cajte imajo skoraj vsi to polno, ker je med ljudmi, v Stožicah, kurva, to je moramo iti, to je 15 folka, to je velika stvar. In grejo, znaš pa ti neki dvorani za 100 ljudi, kurac, kaj 100 ljudi, to je brez veze. In tega ne se bat, Dejan Vunjak, ne, je rabo tudi 100 let, da se je upal iti pizda na neko turnejo, pazi, ne. To mi je tudi bilo zanimivo. Prvič je šel na turnejo, kaj 2-3 leta nazaj, pa je imel ogromno hitov prej, ampak ni imel turneje, ker se je bal. Pizda, nima letos turnejo, ne? Tudi, pa lani je imel tudi predlani, kaj, ne. Pa hočem reči, ne se bat, tako si zdaj dobro rekel, turneje, kar bo, ne. Jaz sem prepričan, da glede na tvoj fanbase, to, da ne vem, za kakšne velike dvorane boš imel, ampak da boš imel polno, to si se pol. Boš prišel, bom tle, moramo če boš kaj lepega zapel, ne? Pa če boš fušal, bi tako na melodija. Pa kam je zdaj tle s tem melodijami? Ne, pusti, Gašper, par kiksov sem naredil, no. Pusti ti kiksov, ne moreš mi, tak dobre pevc, ne moreš še, to pesne, ne ti fušal, to veš. To mu ni noben povedal, to mu jaz zdaj povem, oprosti. Je bela cesta, vsi... Oprosti, razen Italijan pa ni fušal, edini. Kaj ste vsi po bitki, kako pravijo, je biti lahko general. Ampak ne, pustimo, mene je zdi, če zna človek res pet. Čak. Jaz skrivim tonskega mojstra, ne tebe. Ne zdaj tonskega. Jaz skrivim tonskega mojstra, če sem jaz mikrofon držal v roki. Pa niste vsi fušali korba, ali kaj. Vsi pevci ste na Melodija Morja sonca fušali. Ajde, pazi. Veš kaj hec? Ti še pa nekaj razloži. No, počakaj. Ajde, zdaj moraš povedati, kjer si zafušal. To boš nek replay zdaj. Jo, nijem replay, to je, evo, to je posnetek. Što je to? Tararara, de nazaj. To je bil feeling zdaj. Pazi še. Čakaj. Ne, pazi. Ta zadnji, to je kurac. Uživo si ga boje zapel, ne? Ugasni. Gašper, ugasni. Ne, čak, zdaj moraš. Zdaj ocenjuješ, kje sem zafušal. Čakaj, ti mi pa povedal. Ne, kaj je fora, ti mi pa povedal. Ker mi je Efe to povedal, kaj je problem. Mi je povedal, veš? To se zdaj vrejo, čujem. Viš, ti si, koliko si pa spil predne si melodije? Ne, ukasen. Koliko si spil predne si melodije? Kaj je rekel Efe? Da tudi na televiziji imamo kdaj naštiman stereo zvok, narobe zvok in
televizor je včasih kriv, da se nam čuje za kurac. Je, vem ti. Mogoče je pa to bilo. Sam zakaj je pol Italijan na isti televiziji, na istem papirju? Ne, ni bilo. Jaz ti povem, da na začetku prve dva verza, ko sem vstopil v komad, jih nisem dobro zagrabil. Zdaj sem me zjeba, zdaj si mi pokazal, da se motim. Ja, mislim, Sam to je posnetek, ne? To je posnetek. Ja, seveda, ko so ga popravili. Ne, niso ga, to je živo to ni popravljeno. Presežem na svojih otrocih. Zdaj si me zjeba, ne? Ne me zdaj tleti. Ja, zdaj si me zjeba. Ne, je pa, mislim. Ja. Ne, da se, Ja. Par tonov je šlo mimo, ja. To je v žaru borbe. Spomniš, ko sem ti napisal komentar, sem rekel, pizda Gašper. Ej, ne, čak, veš, kaj mene zmotili? Ja. Kaj ti neki moj stalnik ni bil všeč? Stajli? Ne, to je bila pa šala, ne? Da si se oblekel za turške nadaljevanke, kar je prav, ker punce to rade gledajo. To je pohvala, pizda. To je bila pohvala. Pohvala. Ja, okay. Računal si na to, ne, na turški stil. Ne? Nisem nič računal, to sem, kaj nisem nič računal v bistvu. Ne, jaz se od teh stvari dobro počutim. Pa imam jaz eno krasno ekipo, ki pa reče, da je Gašper, jaz bi to, jaz se dobro počutim. Vse so te vredno rekli, pa še mi ga si imamo. Pa glej, prej si me zmotil, ko sem pri tvoji punci sem govoril, pa dveh otrokih tvojih lepih, razumeš, ne? Kako pa ona gleda na to tvojo kariero, na to tvojo slavo, na oboževalke, ne? Ja, mislim, problem je to, ker pred našim stanovanjem, ne. Ja, to je grozno. Zjutraj jaz tam malo pelem v vrtec in je v bistvu moram dati dve te jopce čez, pol tam malo zamaskirati. To je grozno. Počakaj še, ko boš imel turnejo, točno to se ti bo zgodilo. Ne zdaj pri tem podcastu. Točno to se ti, ja pa po podcastu, bravo, ja. Bravo, ja. Mislim, kaj tvoja pravi, no? Je navajena, sprejema te, ja pa Maja je, to je največje sonce, ki sem ga jaz v življenju spoznal. Bravo. In Maja je edini človek v življenju, ki ve totalno vse o meni, ki popolnoma zaupam, ki nimam... Čisto vse ni treba, da ve. Pa čisto vse ve. Res vse ve. Tvoje perverzne želje, skrivne, pazi, to le malo neki zasebno. Ve vse perverzne želje, vse neperverzne želje. To je vredno, to mi je všeč. Ker kdo bo vedel, če ne tvoja partnerka pizda, bravo. In Maja je bila cel teden z mano, ona je moj največji kritik. Ne rabam jaz isto, kad da mi pove, če skaj nisem dobro zapel, jaz vam... Kdo ti bo povedal, če ne jaz? Ko sem vele mojster za balade. In je bila z mano, me suportirala in tako smo se dobro imeli ta teden. Ker všeč mi je, zdaj, ko sem te poslušal, ko govoriš o njej, bi seveda naklado pa blefirom, ampak ti verjamem na besedo, ki sem te gledal. Ker jaz namreč isti glede Monike moje, isto o njej govorim samimi presežki, razumeš, ne? In mi je všeč, da v tem čudnem času, ko šlo vse v kurac, ko so vsi ljudje zlobni, čudni, gor dol. Niso vsi. Veliko njih, no. Obstoja še vedno prava ljubezen, to želim reči. Veš kaj? In to je bistvo. Prava ljubezen je tisto, kar premaga vse to, kar ni v redu. Ljubezen je tisto, kar je bistvo. In če najdeš to, kar ti govori za Majo. To, kar si rekel, moram se vrniti na to, da je samo zloba in to in tako naprej. Ampak jaz enostavno, jaz ne morem tako verjeti. Jaz recimo z ljudmi, s katerimi sodelujem in s katerimi se družim, jaz enostavno... Govorim splet govorim. Dobar, splet je nekaj drugače. Splet ni realno življenje. Bravo. Tam se, ne vem, jaz se lahko napišem kisla kumarica in komentiram, kaj imaš ti grozno srajco, ali pa karifalja fušal, who cares? Ali pa ne vem kaj, to zame ni realno življenje. Tam si mogoče ljudje malo, bom rekel, svoje frustracije, malo si zdravijo svoje rane in tako naprej. In vem, da je veliko lažje, kot pogledati nase, napisati drugemu, dej, spizdi z odra, ali pa bla, 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 ali pa bla, bla, bla. Ampak jaz enostavno v življenju tak človek sem že od nekdaj, da, ne vem, jaz ne bi mogel živeti
če ne bi verjel v dobro ljudi. Hvala Bogu. V tem smislu, da ne vem, tudi z ljudmi, ki delam, jaz verjamem, da so tam zato, ker si želimo pomagati, ker želimo narediti nekaj dobrega in to je tisto, kar verjamem in v to se mi zdi, da bom večno verjel. Tu se strinjam s tabo in tudi jaz še vedno verjamem v dobro ljudi. Sam pravim, da mi je všeč, da ljubezen zmaguje. No, to pravim. Ljubezen vedno zmaga. Ne? Ker lej, da ti... Veš, zdaj vam smo zapela. Ljubezen dela čudeže. Viš, kako si lepo zapel. Zdaj nisi fušal, zdaj tudi recimo nisi fušal. Zdaj nam še eno zapel. zapel. Ja, sam dej tole dol. Danes... Ja, no kar zapaj. Pa ne fušak. No daj, izvoli. Izdo jutro sanja sem... Ajde, čak, deva narediti preizkus, da vidim, če sploh slišiš, kaj je fušanje, pa kaj ne. Zdaj si fušal. Ajde, čak, da vidim. Ajde. Zdaj ti dvigneš roko, kdaj za fušanje. Ok. Ajde. Bom dal en komad, kar vsi poznamo. Ne, ok. Ok? Ja. Ti? Ne, no, mislim, no. Ti roko držiš. Ne. Ajde, čak. Ok. Isto jutro sanjal sem o tebi in čutim, kot da ob meni Ne, to je lepo, to ni fušanje. greš mlado telo. To ni nobenega fušanja, to je lepo. Zdaj pa fuši. Sam sem jih že dolgo čakal na te. Evo, viš. To je bila zdaj melodija Mora sonce, je bilo to. Prvi del je bil pa tisto, kar si ti v resnici, ne? Ja, se bam, tam malo, ampak ne. No, vidiš, lepo. No, daj še nekako še zdaj, če si že kitaro prijel. Čak, zdaj izberem, kjer bi ti zagral. No, da je eno lepo. Aha, veš kaj, imamo en lep komad, kako v bistvu ful velikrat zapojamo na porokah. Ponosno nosiva vse rane v dokaz, da so le praske in niso poraz. Postavljena obran, ko para telo, vidim in čutim, da ljubiš močno moje dobro in slabo. Pizda ti materna. Svaka čast. Lej, še malo pa tvoj fan postal, ne? To moraš paziti, ne? To moraš, ne, lej, imaš dobro musko. Kjer je pa to zdaj? Ja, si odločiti pa to. Kaj pa ti kaj poslušaš, recimo? Lej, kaj misliš, tu je naše, kjer je pizda, kje? Naše. Preseneti me, ne? Kaj tvoje, tujo? Ne, tujo, kaj poslušaš, recimo, komade ti dobro? Kaj ti je od Plestenjaka dober komad? Vse. A veš, da sem jaz posnel njegovo? Moja ljubica, če bi tukaj bila, ti edina ključ imaš od mojega srca, moja ljubica. Zakaj si nekaj igrati? Če bi, zato ker ne vem akordov, kradel bi kot lopov lev, a le za naju dva. Znam prvi akord. Bravo. Ne? Še imaš kjero? Daj še eno, pa gremo pa naprej na čvek, daj še eno. Ajde, eno je international. Okay. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand on me. Gremo skupaj. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Zdaj pa predno odložiš kitaro, ne? Znaš, kje igraš ta? Ja, znam zapet, kaj sam ne znam zaigrati, se mi zdi. Kako to bi?
Još su dolani moje noći, moj dani, bili kaj karte razbacani. Igraj zraven, no. Ne znam igrati zraven, ne vem kaj so to za nekordi. Ja. Nani zapute i minute že ne puste, a desile se onda ti. Sad si lipota, sad si ljubav mog života, lice sreće prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam i ja i tu si ti. Ako te pitaju, moja ljubavi, jedan li poreci je, imamo na svijetu sve. Ako me pitaju, moja ljubavi, je mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. Mislim. Gašper, lepo te prosim, ne? Si iz minute v minuto si boljši, ne? Lej, svaka čast, ja, tole gor, bravo. Čaj, boš videl, kam če za uro pela? Ja, takrat že ne bo več tu. Čak sem za malo. Kva se je to, da si sfukal, sem se, evo, dobro. Na zdravje. Na zdravje. Gledaj, Gašper, to te še vprašam, no, ko imaš koncerte, kaj imaš svoje komade, ali tuje komade, ali mešaš malo skupaj? Mešam. Ja, koliko imaš dolgi repertoar? Mešam, a veš, najprej 3 komade svoje zagram, pa neham težiti folku. Ja. Pa igram tuje. Aha, okej. Ne. V bistvu, absolutno, jaz ko naredim koncert tako, da, kako bi bilo meni všeč. Jaz se grem na koncert, na nekega tujega izvajalca, ali slovenskega, ali pa tujega. Jaz želim izvajalca tako spoznati malo. Ti koncerti so mi najboljši. Če izvajalec sam tako poje, komad, pa mi nič kaj ne pove o sebi, o življenju, se me ne dotakne toliko, kakor koncert, ko izvajalca doživim. Ker mi je všeč, da vidim, kako izvajalec razmišlja, kakšna je zgodba v ozadju, kako se znajde v kakšnih situacijah. No in kdo je po tvoje od naših mojster tega, kar si zdaj govoril? A na slovenski sceni? Jaz imam enega v glavi, zdaj, da vidim, če boš imel istega. A zdaj gledava moškega ali ženskega? Moškega. Ja, ki točno to dela, kar si zdaj povedal. Mislim... Točno to dela, kar si zdaj povedal. Zdaj, če misliš Plestenjaka? Ne. Mlajšega? Mislim, da je Mičken mlajši. Ja. Mičken mlajši? Ne pa dost. Ej, veš, ka nisem bil, zdaj se mi zdi, da bom rekel flirt, ja, ampak ker nisem bil na njihovem koncertu še. Rok Noček, točno to, kar zdaj govoriš, on dela. Govori, pove, si vzame cajt, časih še malo preveč pove, ampak ful lepo. To je to. In zna s publiko res narediti, ker Jan je, on je super zvezda, on samo roko dvigne, pa je vse dol pade, ne? A veš, ampak Lujoček je pa tak, zgodbe govori, ja, pa to, in je glede tega mu kapo. To je to, na koncu je to pomembno, da seveda doživiš pesmi, ki jih ljudje pač želijo slišati na koncertu, ampak na koncu, ja, da te doživijo kot človeka, da dobijo nek ta občutek, kdo ti si, in jaz se vedno na koncertih potrudim, da dam ljudem ne samo glasbo, ampak vse tisto, kar Gašper je. In ja, ljudje pol to začutijo, vzamejo in se res na koncertih preliva taka lepa energija. In kdaj si pa ti ugotovil pravzaprav, da boš ti glasbenik, da ti vzibel kodano, kot si to harmoniko imel, da si kot mulček že to igral, ste imeli doma, ste imeli starši band, kje si prišel na muziko? Mislim, veš, jaz sem človek iz vasi. Aha. In moj oče je v bistvu pri 6 letih meni kupil frajtonarco, ker jaz sem odraščal tam pod Trško goro, vas se reče Ždinja vas, in tam je vpliv ansambla. Vode nimate tam pa elektrike? Imamo voda. Zakaj ne pne? Ja, no, taka mala vas, mislim pa, že vam nisem... Ni tako mala, veš, kot to moderna vas zdaj. Zdaj, ko prideš v Ždinjo vas, je to že vele mesto. Zdaj, nekoč pa ne, ne?
Ždinci. Ok, spoštovanje. Ja. Ne se hecati ždinci. Vzamem nazaj. Kakšna veselica imamo zmeraj vsa. Najboljšo vodo in elektriko v Sloveniji imate tam. In zmeri Ždinje vas. Okay. Veš, kje je Trška gora? Ne. Kako ne veš, kje je Trška gora? Niti ne vem, kje je novo mesto. Ja, Trška gora, Lojze Slak, veš, kdo je bil. To pa vem, ja. Evo, Lojze Slak je imel Je vasica mala. Čebelar in tako naprej. Čebelar, izjemen komad. In Lojze Slak je v bistvu imel vikend na Trški gori in je bil tudi zelo dober prijatelj z mojim očetom. A zato si ti. In jaz, ko sem bil majhen, sem večkrat, oziroma kakšno nedeljo bil tam v tej zidanci, kjer je bil Lojze Slak. Takrat itak nisem vedel, kakšen glasbeni velikan on je. In ja, takrat sem igral frajtonarco in zelo hitro začel zabavati ljudi in tako naprej in igrati in vse vikende igrati in tako naprej. In potem na neki točki mi je to malo presedlo, ker so v bistvu vsi moji prijatelji, ki so me povabili na rojsten dan, so rekli, tako, dej prid, v petek imaš cajt prid na rojsten dan, ampak harmoniko prenesi s sabo, ne. In pa sem jaz to harmoniko dal od akta, sem jo postavil v kot in nisem organsko tako rekel, zdaj pa jaz bom sigurno glasbenik in tako naprej. To je potem, bom rekel, spontano prišlo tudi od teh vseh nekih študijskih stvari do tega, da sem v bistvu pred 6 leti odprl svojo glasbeno šolo v Novem mestu. Bravo. In imaš veliko učencev? Letos smo presegli številko, zdaj, če se lahko malo pohvalim. Mora se, ne, mora se pohvaliti. Smo prišli čez 200 učencev. Čez 200 učencev? Ja. Rednih učencev. Rednih učencev. Ja, kaj pa misliš, tako enkrat na... Mislim, pa kaj učiš, 5 jih učiš? Mislim, mi imamo 12 mentorjev, vse skupaj, in imamo v bistvu vse... In ti si glavni pač za vse to? Mislim, jaz koordiniram, vodim, organiziram vse, zbiram tim in tako naprej. Tako da res je ena lepa zgodba, na katero sem noro ponosen. Tako da ja, organsko so se stvari začele dogajati, odvijati in tako naprej in sem vesel. Kaj pa otročka prav takaj? Vete, kdo je oče njon? Se zavedate? Ja, tiskaj, ne me meso fušal. Poleg tega se zavedate, da si znan, da te imajo ljudje radi, da imaš pesmi, da imaš spote in to, kaj pokažeš. Valjda, ta moja dva sta zelo upletena vsako leto bolj. Zdaj, mislim, ful mi je lepo. Koliko ste stara? 6 pa 4. Brin gre zdaj v šolo. Okay. Letos na MMS-u sta bila že oba zraven. Veš, je bilo zelo ena taka lepa energija, oba tudi ta muzika zanima, sicer jo jaz to zelo tako pustim in zdaj sta navdušena in to spremljata in tako naprej. Tako da bomo videli, kva se bo to razvilo. Glej, se spomniš, kdo je bil tvoj, ali pa ne, ali bil edini, ali si jih imel več, to je kar zelo znan glasbeni učitelj, ki sem ga jaz by the way tudi gostil v svojem podcastu pred časom. Malo starejši gospod? Ja. Nace Junker? Točno tako. To, vidiš. Tako. Nace Junker je bil prvi človek, ki je mene začel učiti pet, to sem bil star, mislim, da nekje 18 let. Spet neka povezava, Nace Junker je povezan z, viš, ko sem povezan, sem potegnil po Dalenjsko. Ja. Dalenjska varianta, okay. Iz Kostanjevice na Krki je, v bistvu, mislim, da ima starše od tam. Tako da se je z mojim očetom nekje srečal in je v bistvu sta one dva to zorganizirala in me je oče moj prvič pelal na ure petja, tako da mislim, da sem neki ure z njim naredil. Potem sem veliko enih vokalnih mentorjev imel. Do zdaj, hodil sem v Celje, Željki Predojevič, ne vem, če poznaš. Moral bi, pa sem rekel, da pa se bomo smešali kot Celjan. Priporočam, da greš na kakšno uro petjah, ni? Jaz nisem pevc, ne. Vi imate srečo, če si speaker radijski, da uletim, noter, da skočim. Veš, kaj imate, slovenski pevci imate eno veliko srečo, ne? Da jaz ne znam pet, ne. Veliko srečo. Če bi jaz znal pet, vi bi se lahko nekaj z muziko ukvarjali, to vemo. Ampak žal ne znam, vseh talentov pa žal nimam. Vidiš, veliko talenta ti je Bog dal. Ja, petja pa ne, ravno tisto, kar je najbolj pomembno. Dal ti je lepo ženo. Ja, to je res. Veš, lepo ženo ti je dal, kaj če šlo več. Da bi še pet, to sem vedno bil. Vsi fantje moje generacije so sanjali, da bi nekoč na svetovnem prvenstvu v fuzbalu zabili gol. Ne, jaz bi pa, veste kva, si v nekem koncertu, ki ima nek znan pevec koncert in ti sediš v publiki. In bi te potegnil gor. Pa on reče, no danes je pa z nami, ne,
sej ne vemo, zdaj, če bo, ne, ampak dajmo mu zaploskati, ne, pa ti ne, pa je to že ne, pa vstaneš, pa zapoješ tako Freddie Mercury. In vsi padejo dol, ne? Veš kaj, jaz sem nazadnje, oziroma sem bil na koncertu Ed Sheerana in sem pa tako tudi rekel si, kaj bi jaz šel? Jaz bi šel pa sem probati ta občutek tega mikrofona, kako ima on naštiman ta sound in ta občutek tega, kakšen sound ima mikrofon, mene pa to zanima, tako jaz bi pa to rad šel probati. Pa si predstavljaš, da stopiš na Wembley ali pa na neko zgodbo, pa te ne vem, 100,000 folka gleda. Mislim, predstavljam si, samo sem pač to realen, ne. Ja. Ne more glasbenik dela v slovenščini sanjati o tem, da bi nastopil na Wembleyju. To je potem delam totalno narobe. No, lahko imaš pa kar deli v ploščat, recimo backup. Ko so Joker Out. Evo, to je bil pa prvi koncert, ki sem šel z mojim Tamalim. A, si šel? Ja, z Brinom sva šla, 6-letno je zdaj star. In je zelo rad posluša itek Joker Out in je bil to najem prvi koncert in sva čisto uživala in jaz si bom za vekomaj zapomnil ta koncert. Zelo, zelo dober, kljub temu, da pač je bila ta malo nezgoda s to nevihto. Nekaj sem imel pogovor, sem imel z Bojanom, da so premagali konec sveta, ne, smo se pogovarjali. Ne. V bistvu je res, jaz sem se v bistvu tisto soboto pelal iz poroke, ker sem prej igral na eni poroki in se pelem domov in tako ni mi bilo jasno. Res to je bila tako, to ni bila nevihta ali pa nek poletni dež. Sodni dan, ja. To je bilo res sodni dan in sem tako razmišljal, sem rekel, tako, kot sine mi gredo po koncu, ko malo razmišljam o tem, res verjamem, koliko je to enih priprav in tako naprej. Ne. In sem samo upal, sem rekel, to se zlije, da gre skozi, da gremo na ta koncert, da podpremo to izjemno zgodbo, ki so jo Joker Out naredili in ja, fantastičen koncert so pa speljali in fuj bilo dobro. Če pa kam imaš to, da skozi na porokah igraš? Tako da, ko te slišim, meniš, da igraš na porokah. Ja, veš kaj, jaz imam specialist za poroke. Specialist za poroke. Jaz imam v Novem mestu poleg glasbene šole eno lokacijo, kjer imamo v bistvu en tak ogromen kozovc. To mi je znam se razlagal tudi tale Jani Pavec, je rekel, da ima tudi neko tako podobno zgodbo, ko je bil gost, in to je zdaj zelo popularno, te kozovci, in zgleda, če imaš to čez, pa zgleda, še tam igraš. Mi imamo lep in pameten, ne, punce. Jaz sam je v dan, opa. Okay, ja. Mi imamo se pravi, kozovc, delamo veliko porok in tam tudi z bendom veliko potem igram na porokah. Zato ti skozi govorim, da grem na poroke, grem igrati na poroke. Kurčeve poroke. In tako, pa ni, jaz pa to tako uživam in ljudje, katerim igraš na poroki, ti ostanejo vedno blizu. Res, spremljajo te skozi, zelo so podporni, ker si ti del njihovega najlepšega dneva. Ločili so se že, kjer si... A veš, da ne vem. To bi mogel malo po bazi. Nisem preveril. Če te jaz sporočim, če jaz špilem, je za vekomaj. Je za vekomaj. Z vsem dolžnim spoštovanjem. Zdaj pa ta turneja, ko praviš, da bo, kje boš to imel, v kjerih mestih? Kaj si sam Dolenjsko, si izbral Ljubljano, boš kaj prišel na Štajerski konc? Trenutno imamo Novo mesto in Ljubljano, bom rekel po-bokirano. Ja, razmišljam seveda Ljubljana, Maribor, absolutno znotraj tega bomo naredili 4 koncerte, da predstavimo ves nov material, ki ga pridno ustvarjam z res krasno ekipo. Miha Gorše je producent, izjemen avtor, muskonter, tako da mi je v veliko čast, da lahko delam z njim. Mislim, jaz ti želim, da ti ta turneja tako dobro rata, da boš nehal na porokah igrati, ampak da bo začel igrati na nekih koncertih, malo večjih koncertih. To si želiš, predvidevam, ne? Zato sem prišel v ta podcast. Čeprav imaš blokirane poroke do 2019, do 2029. Zato sem prišel, jaz sem nadejen, da se bo to zdaj zgodilo po tem podcastu. Nekaj drugače se ne more zgoditi. A veš? Druga se ne more zgoditi. Ker če ne vem, zakaj to delam. Zdaj sem jaz, to audicijo sem naredil, zdaj lahko še pojem naprej. To ti na koncu podcasta sporočim, ker jaz sem zelo... Jaz se zdaj trepetam od nervoze. Glede na to, kak si tam fušil, da trepetaš. Ledino je prvi, da trepetaš. Saj si me zdaj prepričal s temi live igrani, si me prepričal, kurba, da je imela moja Monika prav, ne? Ko te je hvalila, pretirano te je hvalila. Drž se svoje žene, to mislim. Je pametna, ne? Ja, veš, pametna. Kurba. Sam res je, ampak to te ne zabavam, res je bil hec. Imela smo, ki smo začetku zveze, to te ne zabavam, to smo že rekli, smo imeli, tako debato, kjer so dobri pevci, pa to pa je prav tebe umenila. Pa tudi komat bela, kakor sneg, snežno bela, ki je res lep komat.
ampak pokaj sem si jaz vzel cajt, veš, jaz sem zelo zafukan za balade, ker so mi res dobre balade, če so dobre, ne, Plestenjak, Grašo, Dragojevič, Džiboni, to so balade, kar se mene tiče, pa Flirt imajo par čudovitih komadov, ne, pa tudi Vlado Kreslin, seveda obvlada svoj sistem, ne, no, in razumeš, in pa res mi poklikal, sem rekel, pa kurba, to fant, ni napačen, in pa sem ti enkrat, za nov let sem ti komentiral, da si v napačnem času izdal komata. Kaj se spomniš tega? Pa si mi pa ti rekel, ja, zakaj? Vse pa je prostora za dva. Jaz sem ti, čakaj, mislim, da ko je Plestenjak izdal Valentinovo pesem, si ti pizda izdal 1. januarja tudi nek svoj komat, in si rekel, Gašper, lep komat, sam kurba ob neprav cajt, pa si ga izdal. Pa ti nazaj, no, hvala za mnenje, ampak zakaj pa ne bi mogla izdati dva? Sem rekel, pa pizda, veš, da imaš prav, ne? Ja, pa se je prostora za... To se spomnim takrat, ja. Dobri komadi imajo zmeri plec. Mislim, dobri komadi. Kaj pa je dober komad? Kaj je zate dober komad? Ja, zdaj, visno, kjer zvrz. Ja, ne zvrz, kaj je zate dober komad? Tist komad, ki me pizda gane, ki me gane do sous, ki me razfuka, ne. A imaš zdaj v mislih en komad, ki te je pred kratkim gano, tako da te rečeš? Od novih komadov me zelo malo stvari gani in prisegam bolj na stare komade, ne, ja, veš. Od novih komadov sem zelo zafukam, pa nekaj sem nostalgik, ne. Zdaj res, lej, od Jana, ki sem pač njegov fan, bi ga, ne morem pomagati. Pravilno, jo, mislim, sem jaz fan tudi. Karkoli on naredi, veš, ta počasne, ko naredi hitre, mi gre na jetra, vse to ve, ne. Ko naredi počasne komade, ki jih pol niti izda, ne, ostanejo neizdani, ker pa gre malo na hitre in na zadnje malo, ne, če si to poslušal, sta dva komada, ki jih ni izdal. Mislim, da en je Jaz še verjamem, eden je pa Za tvoj rojstni dan. In ta rojstni dan poje v enemu, ki mu je otroček umrl. In je žal, da sem komad tako prasica. Ne? In ta Jaz še verjamem tudi, pa vse bo, viš, to so moji komadi. Pa Flirt, ne? Te ta počasni, te me ganejo. Ne? Od svetovnih zvest je pa Michael Jackson moja scena in Man in the Mirror, najboljši komad vseh časov. Ne? Pa R. Kelly, ki je zdaj v zaporu, pizdamo mater, ko se je zajebal, ima vrhunske komade. R&B balade so mi tudi vrhunske, ne? Pa pop balade, drugače sem pa jaz bolj za rap, veš, bil, ne? Ice Cube, Ice-T, Public Enemy, Snoop Dogg, to je bila, ampak ko je pa balada, tu me pa kupi pevc. Ampak tako sem rekel, ne balada ona, trala, hopsasa, ta tvoj stil balade, ki očitno si tudi zelo dobro delaš in tu si me kupil, ne? No, tu si me in teta revizijska, MMS-ovska, spod, ko sem ga poslušal, ta komad me kupi. Ta komad je zelo dober komad. Me veseli. Zato si danes tu, ne? Dobita ženo vstopnice za moj koncert, da boš pripeljal ženo na moj koncert. Mislim, še da prijema na poroko od tujih ljudi, da me tja vabi zdaj. Mislim, da se pa nekaj se bavati. Gašper, daj mi to povej, to vprašam vsakega gosta, vam tudi tebe. Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Jaz sem nazadnje jokal. Ko sem šel z MMS odra in sem prebral, da je Istak napisal, da sem fušal. Ampak sem dopisal zraven, da si drugače odlični pevec, ne? Da mi ni jasno, kaj se dogaja. Hecam se. Ja? Ja, veš, da sem nazadnje jokal. Res 14 dni nazaj, jaz sem drugače tak zelo čustven človek. Pa si isti, ko jaz pa, ja. In pa imam zraven sebe pač na teh porokah, ki igramo in pa tako naprej, enega pianista, ki tudi zelo sva, medva se oba tako ful hiter jokava. Ja. In je en gospod svoji izbranki povedal tako lepe besede, da mi je bilo tako, to me je pa res tako zelo ganel in takrat se mi zdi, da ni bilo ne ženske, ne moškega v tistem prostoru, ki ne bi jokal. In tako no. Jaz sem človek sicer, ki zelo mi ni težko pokazati čustvo. Ali sem vesel, ali sem žalosten, tako. Nisem človek, da bi zdaj nekaj fejkal. In če bi me mogoče malo bolj poznal, ne znam igrati nekih, bom rekel, čustev, če nisem razpoložen za neke stvari. A veš, da bi rekel, zdaj moram biti ful vesel. In tako, takoj me vidiš, da nekaj ne štima, da nekaj ni. Ne. No, kaj pa, če te izzovem, ne? Da si pa v pizdi z dobro voljo, moraš pa na oder. Tam pa moraš biti... dobro, ok. To pa odglubiš, ne? Viš to, publika včasih mogoče ne ve, tudi pri voditeljih, ne? Jaz vem, kot dosti preditev, tudi vodim pa to, to je pa najbolj zafukano, ne? Ko ti zasebno nisi okej, greš pa gor, si pa. Ne? Jaz sem imel to, kar smo gledali do te teme prišla. Imel sem izziv, 2019 mi je umrla babica in pač to babica, na katero sem bil res
noro navezan, ker z njo sem tudi živel. In pač moji starši so veliko delali in tako naprej. In vedno, ko sem jaz prišel iz šole, je bila ona doma in skrbela zame in me veliko stvari naučila in imam veliko, bom rekel, takih lepih vrednot tudi zaradi nje. In takrat sem bil 2019 jaz zelo aktiven v Špas teatru, igral sem v muzikalu Ljubezenske prevare. To pa še jaz nisem vedel. No, nisi videl, zdaj veš. Si še glumac. Se pravi, takrat sem igral v muzikalu in ko je babica meni umrla, to je bilo 3 tedne po premieri in smo noro igrali takrat. Takrat je pač bil val teh predstav in imel sem v torek je bil pogreb. In jaz pač kličem direktorico, rečem, jaz v četrtek ne morem iti igrati na oder, ker igral sem pa neko tako vlogo, ker sem bil tak ful zabaven, neki. In rekla pač Urša, Gašper, oprosti, vem, da si v pač težki situaciji, ampak razprodane imamo predstave, ni druge opcije in tako. In sem rekel, ok, dej, nikaj ne. In se spomnim, pridem tja in tako je občutek, ker sem jaz oblekel tisti kostum, v muzikalu mi je bilo ime Matjaž. In ko sem jaz oblekel tega Matjaža, sem bil Matjaž. In ko sem jaz stopil na oder, je bil, kljub temu, da sem bil sesut vse, da mi je bilo tako, da nisem mogel takrat živeti. Ko sem oblekel kostum Matjaža, sem bil uro pa pol, noter, the best, igra, glumac, vesel, zadovoljen, tako kot ta lik mora biti. In potem, ko je šlo to dol, itak sem samo padel po tleh. Tako da to hočem reči, da se izvajalci tudi pač s tem soočaš, da recimo nimaš vedno perfektnega dneva. Ali pa recimo imaš 2 mulca, pa ima en vročino, pa neki ne spiš, pa tako naprej in imaš, ne vem, drug dan ali nek nastop in tako naprej, pa si ne spočit, pa tako naprej, pa ne naspan. Ampak greš na oder, greš zato, ker pač to rad delaš. In se spomniš, jaz se vedno spomnim, ko grem na oder, zakaj to delam. Zakaj to delam? Zato, da grem ljudem nekaj dobrega dati, da grem pokazati, da jaz res rad sem na odru in res rad pojem. Tako, ko te poslušam, res, da te ne poznam dobro, ampak se mi zdi tak good guy, tak, veš, prijazen, user-friendly fant, ki nima škandalov, ki nima pizdarij, ki nima, ki ne vem, ko seksa ugasne luč, pizda, poprav me, če se motim, vidiš, zdaj si res tak, ti si zelo prijazen fant, da imaš to res po babici, ko si rekel, da ti je dala veliko teh dobrih stvari, ampak tako se mi zdiš, da ti res ne bi mogel biti neka pizda, no? Ne bi mogel biti nek nesramnež, nek bedak, neki kurac, razumeš, da si res v redu fant. Zdaj, če se motim, pa sem se pa zmotil. No, zdaj rekel, isto, ful se motiš, v bistvu pa nisem tak, to vem, da ne boš rekel, ampak si res tako, mislim, se kdaj razjeziš, pošleš koga v pizdo materno. Imaš tu take dni, si skozi tak good guy, no, kak ne rečem. Mislim, veš kaj, jaz sem zelo discipliniran človek. Ja. In vsi ljudje, ki sodelujejo z mano, zelo vejo, kje so neke moje meje. Prišel bel oči. Bel oči, da sva še lepša. Ok. In so neke meje, jaz sem po horoskopu devica, jaz imam zelo rad red. Mene recimo, moj band zelo dobro ve, da me blazno moče zamujajo, da če niso stvari urejene, tako kot smo. Tukaj pa si. Ja, tle pa imam, perfekcionist. Ja. Okay. Tle imam rad, pa ne tečem, mi se zmenimo v začetku, tako pa tako je, ne, po drugi strani vemo, moja dolžnost je, honorar je tok, takrat do takrat je izplačilo, imamo in so stvari urejene. Bravo. Recimo, tle sem zelo strikten, da bi se tako jezil, mislim, se jezim, valjda, da se jezim, pa kdo se ne jezi, samo nočem pa imeti te drame v lifeu, res ne, zakaj? Zakaj bi imel, ker tudi če imam dramo, ali s temi ljudmi ne sodelujem, recimo, ne vem, ko delam te zabave, poroke in tako pri nas, naletim na ljudi, ki, ne vem, včasih želijo kaj izigrati, včasih želijo, ne vem, neki hvatiti neke krivine in tako naprej, ampak jaz sem zelo jasen v nekih mejah, zelo spoštljiv, ker se mi zdi, ljudje smo, a se kdo, če ne mi se, valjda, da se lahko zmenimo na nek spoštljiv način, vedno iščem spoštljiv dialog, to mi je tako, drugega me ne zanima. Verjetno res od mene, če gledava, ne boš slišal, da bi jaz koga zdaj neki blato, pa tako, pa niti ne da se mi s tem ukvarjati. Imam neka jasna pravila, katere se držim, neke jasne vrednote, ki so mi zelo pomembne. To pričakujem od sebe, pričakujem od ljudi, ki delajo z mano in ki so v stiku z mano. Verjamem,
in vem, da vsem tudi ne paše tak način, da včasih recimo s kom sodelujem, pa si potem čez cajt rečemo, v redu je, gremo vsak svojo pot. Ampak se mi zdi, da pa to lahko zase rečem in da sem pa vedno 100% fair. Kaj pa te prizadenejo, kdaj kakšne kritike? Grde kritike, da bi ti Ja, recimo, da zastopaš melodijo. Ok, dobro, ampak ne, vi pa si pa tukaj, ne, da se ti upravičim javno, ampak le hočem reči, ne, recimo te, veš, kakšni zlobni komentarji, da bi nekdo, ne vem, kaj bi mogel ti nekdo napisati, da bi se mogoče na tvojo družino spravil, bi te to razjezili, Ja, mislim... Kaj bi te vrgli s tem, da bi pa pizda mogoče celo odgovoril nazaj? Pa bi rekel, pa mislim, da ne, odgovoril ne bi nikoli nazaj, ker mi je to bullshit, ker mi je nekdo, ki se skriva za nekim pseudonimom ali pa ne vem, mi je to brez veze. Ali pa da se ne bi skrival. Ali pa da bi mi recimo ti napisal svoje mnenje, da ne vem, če to leti name, direktno, verjetno ti tega nikoli ne bi odpisal. Mislim, bi si pa, bi se isto gartne. Mislim, pozabil bi to, ker kdo na koncu, res z vsem dolžnim spoštovanjem in do tebe in do vseh ljudi, sem ful hvaležen, da si me povabil v podcast in vse, ampak na koncu, zakaj bi nekdo drug mojo vrednost, zakaj bi se jaz vrednotil zaradi tebe? Bravo. Če sem jaz nekaj zajebo ali pa recimo zafušal, who cares, sem jaz. Zakaj bi jaz zaradi tega bil zdaj manj vreden ali pa več vreden, ali pa bi ti rekel, danes sem pa jaz kao tebe prepričal, pa sem zdaj kao ful neki dober pevec, pa nekaj, zdaj zaradi tega sem pa ful boljši, ali kaj. Verjetno bi me prizadel samo to, če bi se nekdo spravil na moje 2 otroka, ali pa na ljudi, ki jih imam rad, to bi me verjetno malo bolelo. Zato recimo svojega zasebnega življenja niti nočem. Niti ga nočem, ker to so stvari, pa me večkrat tako, kako okej ste vi, pa tako, pa to je stvar, ki imam jaz zase. To je meni tako preveč sveta stvar, ali pa recimo jaz mojih otrok ne kažem ljudem, ne kažem jih po socialnih omrežjih. Nisi nikoli objavil, ne? Bravo. Nikoli. Če jih objavim tako, da recimo, ne vem, mimo grede, ampak nikoli z obrazom, ker se mi zdi, to je naša stvar, to je moja stvar, s kom jaz preživljam tiste najlepše trenutke in tako naprej. To je nekaj meni tako zelo svetega, da želim en del svojega življenja ohraniti samo zase in za ljudi, ki jih imam res sretno. Tako da verjetno, če se navežem nazaj, bi me to prizadelo, da bi recimo nekdo, bom rekel, moje bližnje. Drugače pa res ne spremljam toliko teh komentarjev, pa to, pa kje, rajš pospravim telefon. Meni si tako odgovarja, ko sem ti kjer. Meni si tako odgovarja, ko sem ti kjer. Ja, pa ti si moj prijatelj. To drži. Ne, pa rajš, veš kako, jaz zelo hitro sem lahko obseden s telefonom in lahko padnem v to, da non-stop nekaj čekiram pa tako naprej. Se pa zelo navajam, da ko sem s svojima dvema otrokoma, telefon gre stran, rajš grem z njima na igrišče, se vam tam fajn, uživam live z njima, ne vem, se podimo tam za žogo in tako naprej. To je življenje na koncu. A veš, kaj je zdaj tam, ali imam jaz zdaj 300 lajkov ali jih imam 1000, vse je lepo. Zelo lepo je slišati lepe komentarje, lepo je slišati, da je ljudem všeč to, kar počneš, ampak zame se življenje, bom rekel, tisto najbolj pomembno odvija z ljudmi, ki jih imam res rad in to mi je pomembno. Jaz sem lahko presrečen, da sem zdrav, da imam 2 zdrava otroka, da se zjutraj lahko zbudim, pa si rečem, zafušal sem na melodijah Morja in sonca, imam 2 zdravi nogi, da grem lahko na vokalno uro in se izpopolnjujem. Gledajte, o tem govorim. Imam to priložnost, lahko naredim korak naprej, da bom, ne vem, drug let, ko sem spet prijavil na melodijo Morja in sonca, zapel perfektno. Če ne bo ton zajebo spet, ne? Pa ne mora tonc, mislim, tonc lahko sem podpre ali pa ne. Če ti zapoješ, točno, če zapoješ, če zafušeš. Gašper, koliko lahko povrtam, predno prijema čist na konc, v tvojo intimo, koliko lahko povrtam noter? Pa mi dovoliš kaj? Mislim, da moram vprašati za dovoljenje. Sem ti rekel, da intimnih stvari ne radim. Pa ne za otroke, da te vprašam s tvojo, ok, mislim, sta aktivna, mislim, sta, veš kaj mislim? Ne, samo pasivna. Kdo leži, ona leži, ti ležiš, kdo leži, pizda, ne? Mislim, ker hočete vprašati, ne? Koliko dolgo si zdaj z njo, koliko let? Mi da z Majo sva se spoznala, kdaj so bile zvezde pleše? Ja, ne vem. Evo, nisi se pripravil.
Isto. 2017. Če ti moj nastop lahko komentiraš. Jaz vem več o tem, kot marsikdo. Nisi se prijavil, nisi se pripravil. 2019. 2018. No, to sem mislil reči. Ja. No, spravi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15, 16, 8 leto je zdaj. Kaj je recept za uspešno zvezo? Pa koliko je seks pomemben za uspešno zvezo? Evo, to da pa moram pravi. Mislim, da se pa izkaš to zdaj. Povej. Kaj se ne izkaže? Moram kaj pokazati? Ne, pokazati. Povej. Da biš kazati. Recept. To, da si v stvareh iskren, da si stvari poveš, ne, zdaj zelo resno govorim. To, da mislim, ja, da si v partnerstvu iskren, ne? To se mi zdi najbolj pomembna stvar. Veš, da se z nekom poštekaš, pa da si dopuščaš možnost, da si to, kar si. A veš, ne da je ta neka, joj, ne vem, ti si zdaj tako, ali pa ti si zdaj, bi mogel malo drugače, zakaj si tam nekaj tako naredil, pa to ne, pa te začnejo malo stvari motati. Se mi zdi, da je najbolj pomembno, da si res poveš, ko pride do težav in tako naprej. In klasična stvar, saj veš, saj si eno leto že. Tebe prepustiti mene, jaz tebe sprašujem, ne pustiti mene. Ne, ti mi povej, kaj sporočen. Na to pridem pa potem, ti boš mi na koncu 3 vprašanja, ki me lahko vprašal, na to še pridem, a to je zaključek. Ja, ampak no te vprašam, kaj pa seks, ki smo pa tu? Koliko je to pomembno? Komu v življenju seks ni pomemben? Ja, vprašam te. Meni je to zelo pomembna stvar. Ja. Se mi zdi, da... Vsak dan, vsak drug dan. Ne rabi biti vsak dan. Zdaj, če imam melodijo More in sonca, ne moram vsak dan. Gašper, tako se začne. Energijo moram... Takšni govori se začne, tako se začne. Samo škaj. Bog ne dej, da bi bile melodije More in sonca vsak mesec. No. Pa bi bil skozi nasuhal. No, to ti govorim zdaj, ne? Pazi, kaj govoriš. Ne? Se pravi, kaj? Hočeš reči, da to mora šibati, ne? Mora, ne? Ja. Mislim, ti si preveč bolj izkušen, si starejši od mene, ne? Ti mi povej, na koncu me boš lahko vprašal vse, sam zdaj sem še jaz tisti, ki vprašuje, ne? Čak, zdaj... Namreč, popravi, da te motim, kako sem že prej rekel, ko te gledam in mi deluješ... Vidim, sem zdaj malo zatrokiral. Ja, vse vidim, ko prijema do resnih tem, pa kurac, ne? Ampak hočem reči, da mi deluje zelo nežen in romantičen tudi v teh stvareh, ne? Mislim, znaš svojo opita zgrabiti, pa... Veš, kaj mislim? Ne vem, moraš Majo vprašati. Če ni tu. Ja. Mislim, ti mi povej, ne? Zakaj bi te zdaj to zanima? Ja, zanima me, mislim, da sem firčen, ne? Zakaj bi firčen? Da vidim, pizda, če si naš, ne? Ali veš, kaj mislim, kurba, ne? Jaz pa, mislim, nimam ti kaj, tle, nikoli ne boš vedel, sem to ti lahko povem. Nikoli ne boš vedel. Ja, lej, zvid si. Nikoli ne boš vedel in se boš lahko prepustil samo domišljiji. A ni to na levo, zdaj boš to recimo šel domov. Zvizualizirati. Ne bom zelem to naredil, zelem, čakaj. Vidiš, da si že neki slidasto krokus. Kurva, dober, ne, po moje vam gre kar solidno. Ne. Ja, Gašper, lej, na koncu še prijel seveda kitaro, ampak zdaj ti pa dam to možnost, da ti mene vprašaš, 3 vprašanja imaš dosti, ne? Jo. Imaš, ne? Ja, čakaj, okay. Ne vem, kako te sploh vprašam. Hvala Bogu, če ne veš, to boljš. Ampak glej, 3 vprašanja, kar želiš, evo, zamenjamo vlogi in zdaj lahko udariš. Ok. Ja? Čakaj, ne mi nekaj področje, kva te ne vprašam? Ne, področje, pizda. Čakaj, ne, otrok nimaš ti, ne? Otrok nimaš, si želiš drugače otroka biti? To je vprašanje zdaj. Ja, to je vprašanje, ja. Kje si najrazred vseh božjih vprašanj? To sem najrazred. Kje si najrazred? Jaz sem 2 otroka, valjda, da pa me zanima, če bi imel otroka. Zdaj, što si v tem, da moje pretekle veze so bile takšne, da ta dolga prva veza ni hotela imeti otrok ona, ne? In jih še zdaj nima. Potem druga, tretja, sem pa vedel, da ni pravi trenutek, ni pizda, ni zgodbe in sem imel prav. Ker glej, sem šel na razni in kaj bi se z otroci jebali drugega in sem imel prav, da jih ni bilo, ne. Zdaj smo pa že malo prestari. Zdaj pa ljubezen vrhunska, ampak kaj ne, zdaj na stara leta, pizda si zdaj zajebem life, namesto da bom užival zdaj, kurba zadnjih 20 let, koliko jih še imamo, zdaj pa kaj ne, gremo otroke delati. Ne, zdaj pa res ni čas, pa bi zdaj mogoče prvič v lifeu. Prvič, ona že ima odprej, ne, Monika, ampak prvič v lifeu bi pa pizda mogoče rekel, pizda, fuck. Tule bi pa pizda bil res otroček, ampak ne smemo to razmišljati, ker smo, pa ne da sem prestar, da bom umrl, malo, ampak ni čas, zdaj čas za enjoyment, za bancije, za fajn se imeti, za to, lej, žal, mogoče mu da je žal, ne, ampak mislim, se nazaj pogledam, meni se zdi, da ti ne mora biti žal za stvari, ki jih zavestno spremeš, če ti rečeš zavestno,
nočem imeti otrok. Pa ne, da nočem, ne? Mislim, nočem. Zelo res mislim, da je to, da bi zdaj imel neko punco staro 25, pa bi mi težila vsak dan za otroka, bi rekel nekaj opis za materno. Ne razumeš, ravno zato je tu mi všeč, ker je to rešeno, ker je to narejeno in zdaj res samo uživamo in se imamo lepo. Imam pa kužeka, pomerančka puja, ki je pa moj otrok. Kaj pa je, vprašanje, kaj je drugo vprašanje? Ne, drugo vprašanje. Ne, to je drugo vprašanje. Ok, izvoli. Kaj je najlepša stvar, ki se ti je v življenju zgodila? Je to? Lepo, ok. Ja, jaz ne delam drame. Ja, zdaj mislim, normalno da ti zdaj rekel, da najlepša stvar je pizda tole zadnjo leto. Ne, pustva zdaj to ljubezen. Ja, moram reči, pazi, to moram reči. Rekel si najlepša, nisi rekel najboljša. Najbolj zapomljiva. Najlepša, bom rekel, je zagotovo to zadnjo leto, da ti se pri 51 letih se pizda zaljubiš pa navdušiš za neko žensko, tako fesko, da si najstnik. Ne? In v bistvu te tako prime, da se na koncu z njo poročiš, pizda, in da si res srečen, da si po 51 letih najdel tudi na vse zadnje najboljši seks svojega lifea, pazi. Pa sem star, pa to ne govorim zato, ker moram govoriti. Pa imam še cajt, vidiš? Še imaš cajt. To je dejstvo. Ne, da ga nisem še najdel. No, ampak glej, v tem še ne bomo delali. Ampak glej, hočem reči, to je zagotovo nekaj krasnega in to so tektonski premiki mojega lifea bili, ne? Ampak če pa gledam zdaj, najlepše, pa ne, moj kuža, taki ga imam zdaj, pizda, moj pup, pa moj bivši pes Jodi, to so stvari, ko jih pogledam, je kar na jog gre, razumeš, ko vidim, kak je luška, ne? Te malenkosti, ampak teh velikih zgodb, ne vem, najlepši, ne vem, ko sem bil na festivalu v Cannesu, pizda, ko so bili Johnny Depp, Harrison Ford, Salma Hayek, Naomi Campbell, pol metra od mene, pizda, če hočeš take zgodbe. Evo, zdaj je edina stvar, ki se mi zdaj res v tem podcastu dotaknila, je rekla to. Jaz pogrešam pri ljudeh to in si želim, da ljudi, da nismo tako, da smo bolj čustveni, a veš? Da nismo tako otopeli. Ne, stari, tu pa imam to. Ali te zdaj, ne vem, nekdo, jaz imam kolega, ki ima tako 25 kitar in on, ki ima še eno, njemu se učki svetijo, on je to je konc. Pa imam eno kolegico, ki ima psa in to je cel life. In to se mi zdi, da primanjkuje v tem lifeu. Jaz recimo sem velik ljubitelj vinilnih plošč, ne. Razumeš, in meni bila ista fora, pizda, razumeš, dobiš ploščo, Top Gun, kurba, Tom Cruise na naslovnici. Fuck, stari, pa ti si fucking James Bond, da bo tudi neko ploščo, kurva, Michael Jackson, Prince. Ne? Ampak jaz sem tudi zelo strasten človek. Ne? In jaz, ko v neki padem, tudi razlagam bolj tako, ne, ampak, veš, veliko je lepih stvari, ki se ti zgodijo v lifeu, takšnih in drugačnih, pa ki si jih zapolniš, ampak štejejo pa male stvari, ne. Te so ful, jaz pravim tudi, ko rečejo tebi, ja, pa nimam denarja, da bi imel punco, rečem, pa stari, pa ko tako buta zgovoriš, pizda, ne? Skaj moš kupiti punci, kurba, diamanten prstan, prinesi 3 kepce sladoleda, sred najbolj vročega poletja, ko si najmanj misli, da boš spet prišel, pred njeno bajto, pizda, zdaj hočeš reči, da Moniki ni skupil diamantnega prstana. Sem pa ga zgubila. Ampak klej hočem reči, ne, a veš, malenkosti, ne mi z denarjem pogojevati sreče, ne. Seveda je fajn, da imaš denar, ker če ga nimaš, ne moreš niti na sladoled iti, ne. Ampak ni to pogoj in tu fantje delajo velike napake, poslušajte me, fantje moji, ne. Ja, če pa nimam denarja, ne imeti punce, ne moreš imeti take, ki gledajo samo na denar, ne. Najti tako pizda, ki te ima res rada v pizda materno, ne. In te male stvari, pa ne vem, rožica, brez razloga, ne za obletnico. Brez razloga. Pa ne moram verjeti, da se v tebi skriva dejansko tako romantična duša. Pa ti pojma nimaš te grobe besede, pa če imam balade rad. Te grobe besede, ki jih deliš po spletu, to sploh nisi ti. Pa vse tudi lepe stvari delim. Ti si sam na grobe pozoren. Viš, to ti govorim. Samo grde stvari, če kerate, te lepe pa prezrete. No, zdaj recimo, deva si, zdaj va zaključila počasno. Eno vprašanje že imaš. Eno vprašanje imam. Ja. Potem pa zaključimo z pesmico. Kaj je najlepša stvar, ki se ti danes zgodila? Danes? Ja. To, da si mene spoznal živo, to sem hotel reči, tvoj prihod. No, to vidiš, le. Pa da si mi zaigral par zelo lepih pesmi in da Čakaj, ti bom še eno. Bo še eno, ampak predno boš zaigral, še moram nekaj reči. Ne, pol bom rekel, ko boš zaigral. Jaz bom, mislim... Sam spet možda to dol zdaj, veš, tle mikrofon možda tam dol, ne? Hvala ti, drugače, da si me povabil. Zdaj resno. Super človek si, no. Nisi vedel, da sem tak super. Nisem vedel, da si tukaj fejs. Sem ti šel malo na kurac, ne? Bodi iskren. Na to, kar si rekel, glih ne, no. Ja, no, mislim, nisi imel najraj na svetu, no, priznaj. Ma ne, si tako.
A veš, te to vprašam. Zakaj se ti zdi, da moraš toliko direktno deliti vsako mnenje na socialnih mrežah? Zdaj imamo problem, ne? Ne, nimamo problema. Mama, poslušaj. Ne, to je samo direktno vprašanje. Ja, poslušaj štos, ne? Zdaj, ne vem, misliš teme, ki razdvajajo ljudi, to misliš? Takšne teme, kaj konkretno misliš? Mislim, meni se zdi, da si recimo, jaz tak človek res nisem. No. Meni se zdi, da tvoje besede, pa tako kot ti napišeš, se mi zdi, da nisi čist tak zares, ampak napišeš malo provokativno. To je res, to ne zanikam. Ne? Ampak nekaj druga je hec, ne? Zakaj? Takšen sem, ne, že od nekaj. A se ti zdi, da boš več pozornosti? Ne, se ne rabim tega, jaz nisem influencer, ne. Jaz sem voditelj, na televiziji sem delal, jaz sem oddajal Gartnerjev bordel, edino porno oddajo v Sloveniji, in če to sploh veš. Čakaj, mi več povej. Jaz sem si izmislil. Zdaj, ko si porno omenil, to me tako zanima. Ne rabi zdaj. Ne, povej. To je mimo. To je tri Pogooglaj. No, imel si porno... Gartnerjev bordel se je reklo, da je 8 let. Edina. In kaj ste tam počeli? Ne bom ti govoril, ker si premlad. Ajde, eno tako lepo. Ne bom ti govoril. Pozavi, nekaj drugo hočem reči. No, in teme, ki razdvajajo ljudi, te teme niso pametne. Ker če delaš v medijih, pa razdvajaš ljudi s temami, zgubljaš publiko. Ne? Tako da bi ti zdaj se opredelil za begunce, za politiko, koga si volil. Jaz se opredelim, v bistvu. Kaj si napisal, za koga si volil, kurac. In bi zgubil publiko, pa bi se opredelil, ne vem, za te vremenske zgodbe, ali zastrupljajo ali ne. Pa bi se opredelil za COVID. Bi zgubil spet ljudi. Na koncu je to zelo nespametno in zato so medijski ljudje večkrat zelo tiho. Veš, jaz pa nisem tiho, mi pa to včasih zelo škodi, ker ti nikoli ne veš, komu si se zameril, kdo je ta človek, ko si ga ti mal, ne, ki ima lovke, in to je nespametno. Tako da ostani ti rej good guy, ne? In se ne petlaj se v te zafukane debate. Kar se pa tiče konkretnih besed, to pa že skozi tak sem navajen pisati, ker sem bil novinar dolgo časa, urednik tudi časopisov, in vedno napišeš tako, da vseka, ne? Ampak zdaj sem se malo umiril, nisem več tako divi, kot sem bil. Včasih, če bi kaj od mene bral, sploh te ne bi tule bilo. Ne bi napisal, je malo fušal, ne bi napisal še malo drugače, ampak pustimo. Kako? Ja, ne vem, takrat, ne vem, rekel bi, dej, Gašper, da zabisi, da do gitaro urit, pa ga nekaj srat, ne. Recimo, ne, pa bi rekel, ko pa temu norcu pa ne grem, ne. Ampak dobro, vse tisko ve, da jaz se tudi velikrat hecam, ne smeš preresno vzeti, ampak ta način ni dober, ne. Ni dober. Je pa res, da ko vidiš, da imaš ti na Facebooku moč, to pa ni slabo. Pustimo lajke. Ko vidiš ti rič, da imaš ti 100, 200, 300, 400, 500 tisoč riča in da tvoja beseda nekaj velja in ko potem ti rabiš promocijo za svoje projekte, pa napišeš danes o 5, sem pa tam, veš ta folk, ki spremlja ta tvoj drek, ki ga serviraš tam, spremlja tudi tist. To pa ni slabo. Sam dejansko bodo ti ljudje prišli potem tja? Seveda bodo prišli. Okay. Ker se te navade, vse za mene vejo, da kdo sem pa kaj sem. Najbolj hec mi je, ko mi kdo napiše, pa zakaj moraš isto tako preklinjati? Ja pa pizdo materno, že skozi tak. Dajte se že navaditi, da že 51 let preklinjam, pa ne namerno. Uide, ne? Ker pač tako govorim. Ne? In kak kurat, tam ko lahko preklinjam. Impulziven človek. Ja, ne? Na radio ne preklinjam, ker ne smem. Samo zato, ker ne smem, če ne bi. Ne? In dajte se pizda navaditi in tisto me spozna, pa ve, da ni za isto, neki bav, ne. Da se ga zdaj moraš pa bat, ne. Parkrat si omenil, ne, good guy. Ja, veš kaj mene zanima? Ja. Na koncu, in to želim svojim otrokom. Ja. Ko se zjutraj zbudiš, pa si rečeš, pa pismo, kva lepega lahko jaz svetu dam. A ni to pomembna stvar? Seveda. Pa če se vsak zjutraj vpraša, danes pa lahko neki, ne vem, lahko tam enega mimo idočega lepo pozdravim. Recimo, evo, jaz sem totalno me obživce sprav, da greš nekam, pa da ljudje ne pozdravljajo. Meni je to ful grdo. Jaz ful rad, da se pozdravljamo in tako naprej. Ne zdaj tisto nasilno, ampak tako. Ja. Če se vrnem nazaj, če se vsak zjutraj vpraša, kaj lahko jaz danes naredim, da bo svet vsaj malo lepši. No, zato sem jaz pred 2 leti organiziral dobrodelni koncert. Bravo, no. Povabil 50 nastopajočih. Hvala ti, ker si me povabil. In nisem te poznal še takrat. Naredil vse fucking sami, šel do vodo celo prireditev in smo zbrali 10 000 evrov. Vsake čas. In ko sem rekel, ko da enkrat umrem, bo to tisto
kar upam, da bom tam gor rekel, čuj, pole si pa vredo isto, to je bilo pa nekaj res plemenitega. Ne? Pa tvoj komad pa spod sem delil na Facebooku, ne? Sem ga? Evo. Sem ga delil. Nisem sam lajko pa napisal, dober si. Delil sem ga, pizda. Ko boš prišel pred obliče tam nebesa, bi šel v peklo, veš. Ne, v peklo je boljš, jebeš nebesa, v peklo je boljš. Pa bom pa zadnjo besedo, izvoli. Jaz bom zaigral tisto, ko jo promoviram zdaj, ne? NMS, jaz bom še enkrat zaigral. Si prej to zaigral? Še enkrat to zaigral. No pa dej, no, sam ne pušat. Rekli so, da je tako. To me je spomnil na MMS, na soboto me je spomnil, bravo. Da si boš zapomnil lepe besede. Ja, no, naj ne bo hladno, zdaj moraš pripeti še link, da bodo vsi gledalci in gledalke, da bodo šli pogledati moj nov videospot. Ok, sprav še enkrat. Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje, časa ni za spanje, vse tišči od zlata, greh ne pozna meja. Laž in krivica, bombončki so resnica, besede težke padajo, se hrbti lomijo, a jaz vem, da nočem to, srce nam bije, da ljubimo, da je lepo, črno izperam iz teles, dvignem glavo zdaj in gledam naprej. Najmo mej, da objem izdaj močno, da v srcu nikdar več ne bo hladno. Tararara, tararatata. In še pomembno, če jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel, ne pozabi, da leti. Lahko svetiš v temi. Dame in gospodje, to je bil čudoviti Gašper Rifelj. Moram priznati, da sem razmišljal, da mi boš rekel, da ne prideš v moj podcast. Ne vem, zakaj sem tako. Ne vem, tako če sem rekel isto. A veš, da sem pa prej napisal, da grem k enemu fajn možakarju na podcast. Si napisal? Ja, na socialno mrežo. In so me 3 res opozorili. A res k njemu greš? Daj pazi, no. Pa ni tako, je fejst človek, no. Povejm, da kurba, da nisem tak bav. Pa super si, no. Pa povejm, no, ne vem, jaz vem za sebe, njim povej. Pusti me, njim povej, pizdar materna. Poslušaj ga, kaj govori, kaj pameten fant. Fejst človek. Poglej, no, Gašper, da če smem ne zaključiti, zelo sem vesel, da si prišel. Enako, hvala ti. In kaj mi je pri tebi zelo všeč, enkrat bom to poudaril, da si zvezdnik, to moramo vedeti, ampak v svoje bistvo si pa zelo preprost, prijazen in prijeten fant in to so ljudje prepoznali. Ne? To boš ti vedeti. Ljudje so prepoznali tvojo iskrenost, ljudje so prepoznali, da ne blefiraš, se zavedaš, da si pretty boy. To me ne boš zdaj nasral, da nisi. To si pretty boy. To vema. Tu ne boš zdaj se ne se sprenevedati. Ampak videli pa so, je lep, ampak ni preserant, je skromen in to je ubijalska kombinacija. Torej, simpatičen, zelo lep, ampak ne prevzeten kurac, ne? Ampak simpatičen, preprost fant. In ta način, ki ga zdaj imaš, tudi glasbeno pa to, čez 5 let, boš me dober, čez 5 let si ti zagotovo na stopni Križank, Cankarjevega doma, morda tudi Stožic s kakšnimi posebnimi gosti. 5 let časa ti pa dam za to. Če pa ne, pa se nekaj zelo z muziko ukvarja. To si zaslužiš. Si na dobri poti. Zdaj se pravi, smo 9. julija. Si na dobri poti. Hvala ti. 2.31 mora pisati Gašper Rifelj Stožice. Z pač gosti. Ker če si sam... 9. julija sva si dala roko. Ja, daj mi, ena stvar, ki mene ful moti. Ja, kaj? Če mi ljudje ne dajo tako na orenk roko, daj mi orenk roko. Pa ne me stisči, me boli roka. Če me stisči, imam prstan, kurba, me stiskaš. Pa če me stiskaš, kurba. To, vidiš. Le veš, kaj me najbolj moti? Da mi človek da roko tako. Pa se ti sem ti dal tako, jaz roko na začetku. Daj mi tako roko, ne, ko se roko da. Ti si builder, kurba, ti imaš mišice. Jaz sem pa nežen fan, jaz imam male, tanke kosti, pizda. Hvala lepa, to je bil podcast. Isto. Ja, res je. Kako se že piše? Gartner? Sem prav povedal? A takle, zdaj se boš, ob koncu se boš pa delal norca, da ne veš, kako se piše.
Mislim, Gašper, Veš, kako bi pri nas na Dolenjskem rekli? Gašper Rufel, ja, mislim Rifel. Kako bi pri nas na Dolenjskem rekli? Kako bi rekli? Fejsdeci. Bravo. Dolenci ste fajn. Smo. Ja. Še posebej, ko se napijete cvička. Nič, dajmo nekaj, dame in gospodje, torej se vidimo drug teden, ko bo pa z nami že lahko, ne bom napovedal, bo veliko presenečenje. Pride ena slovita mega igralka, boste videli, o čem govorim, res vam govorim tole, kar ne govorim na pamet. Bo že videl, iz tujine. Se vidimo, se slišimo in čau. Živite. Čau. Lepo poletje. Bravo. Ker poletje je prekratko. Ja. Ja? Naj ne bo hladno. Link imate spodaj. Naj ne bo hladno, link, ki je spodaj, kurba. Ne, a ne boš dal na komentar. Na YouTube bom dal. Na YouTube, ja. Tukaj lahko pogledate komad. Ampak una verzija, ki ne fušaš. Ker ne fušaš, ja, ker tisto, če fušaš, te bo imel poln kufr si. Nič, ljudje, uživajte. Z nami je bil Gašper Rifel, ki v resnici ne fuša, a na Melodija bo račun, zakaj pa zajebo tonc. To si rekel. Pust zdaj tonca. Kaj? Ne, jaz sem mal... Jaz sem si dal mal umetniške svobode. Še kar igraš, kaj? Vsaka zvezda na nebu zamiši teta luna. Pa se mislim, pa se čaki, pa se lep komad, veš? Ok, hvala lepa.